Dobrodošli vsi v Centru za kreativnost. Vesel sem, da lahko vas v takem številu tukaj danes gostimo in da gostimo goste z Nikolo, z Robertom in z Tičkom. Projekt Glasbeni posel, ki ga delamo skupaj z Slovenskim glasbeno-informacijskim centrom in bom imel, to je danes prvi v seriji dogodkov, ki se nanaša na glasbeni posel in bo pač različne teme, tako da vas bomo obveščali vedno znova. Jaz bi zdaj nehal govoriti in mi predal besedo kar Petru, da še on pove zasnovo vsega tega, kar se je že začelo lani, pa se nadaljuje tudi zdaj v Mariboru. Tako da pa bo tudi predstavil goste. Jaz bom tudi zelo kratek, ker v bistvu bom imel Nikola s kolegi danes toliko zapovedati, da kaj jaz zdaj govorim, manj časa postalo za pametne stvari. Skratka, SIGIC, Slovenski glasbeno-informacijski center v sodelovanju z Centrom za kreativnost smo letos, oziroma lani jeseni štartali projekt v Ljubljani, ki je nekako povezan z tem, da poskušamo predstavljati vse module glasbenega posla, in to pripravljamo za neko zaključeno skupino, s katero v bistvu skušamo jo v celoti izobraziti iz tega, kaj glasbeni posel je in katere segmente zadeva. Naša želja je bila, da v bistvu to začnemo početi tudi še kje drugje. Maribor je bil jasno tukaj prva izbira in smo rekli, da bomo štartali na način, da gremo recimo od točke, ki smo jo v Ljubljani začeli delati že rečemo 2-3 leta nazaj, da štartamo z te pozicije. Tam je bil v bistvu ravno Nikola v tistih fazih 2-3 let nazaj ključna figura z serijo Old Boys Club vprašaj. In ta session danes, kot bo sam verjetno povedal, se bo tudi na nek način navezoval na tisto. Se pravi, gre za neke vrste šok terapijo. Se pravi, naš namen je, da danes, ko greste van iz tega prostora, se zamislite nad nekimi stvarmi, ki so se vam do danes delali predvsem samoumevno, da jih veste ali pa da jih ne veste. In potem, kot je že Marko povedal, bomo s tem nadaljevali. In sicer prvi naslednji session, ki se bo tukaj zgodil, bo 13. maj, kjer bosta ob meni dva zelo pomembna glasbena profesionalca iz vzhodne Slovenije. Eden je Oskar Štrajn, ki mislim, da je prav lokalc Mariborčan, se pravi, on je desna roka, pomočnik direktorja največjega evropskega showcase festivala Eurosonic v Groningenu, in pa Max Gregor, ki je v bistvu tehnični specialist, ki je zelo veliko časa preživel v Londonu, ima zelo veliko mednarodnih izkušenj. Se pravi, takrat se bomo pogovarjali o tem, kako v bistvu Slovenci gledajo na slovensko glasbeno sceno in perspektive slovenske muzike v tujini skozi neke druge oči, kot smo jih bili vajeni tukaj. Tako da pa jaz zaključil. Nikola, Robi, Timček, izvolite. Hvala lepa. Evo še tretji intro. Torej, Nikola Sekurovič, polovica glasbenih, polovica človek, ki se ukvarja z glasbenim poslom. Rahlo zbegan v 21. stoletju, podobno kot veliko mojih kolegov. Na eni strani imamo hiperprodukcijo vsebin, pa imamo hiperpotrošnjo teh istih vsebin in vmes je neka kanalizacija. Torej, imamo hiperdistribucijo vsega in svačega skozi množico različnih kanalov. Ugotavljam, da v tej množici dogodkov veliko ljudi, predvsem nas, ki smo ostali z glavo v 20. stoletju, ne najdemo pravih odgovorov na vprašanja, ki se nam dogajajo v vsakodnevnem poslovanju in posledično se radi zatečemo k mitom in legendam. Ta slovenska mitologija v glasbenem poslu je pogosto zelo komična, nekatere od teh momentov bomo pokazali danes. Hkrati pa to, kar sem ugotovil, da ukvarjanje z miti in legendami ter kazanje s prstom na neke druge ali tretje osebe, torej prenašanje odgovornosti za naše usode na neke druge ljudi, ne proizvaja rezultatov, ravno nasprotno, sili nas, da svoj čas, energijo, pozornost in denar usmerjamo na napačne tarče.
Hvala lepa Robiju in Tinčku, ki ste se odzvala na povabilo. Hvala Centru za kreativnost in Cigicu za gostoljubje in domoljubje. Bomo probali danes tole zgodbo začeti z nebolečimi stvarmi. Torej, kratki zgodovinski pregled moje kariere, pol bom izval naše goste tukaj, pa če se bo kdo še vključil zraven svojimi zgodbami. Rad bi pokazal neko kratko biografijo, ki kaže na to, kako se stvari ne premikajo linearno, ne premikajo se po modelu vzrok in posledica, pogosto se ne razvijajo v skladu s pravili igre. Rad bi skozi to konfuznost pokazal veliko optimizma, da torej kljub temu, da se stvari ne odvijajo tako, kot smo si jih zamislili, še vedno lahko pridemo do zelo fajn rezultatov. Torej, moja zgodba se, kot vidite, tukaj je neko zamršeno dogajanje mojega malo daljšega življenja, ki se začne na vasi v majhnem okolju, ki ga definirajo nekatere osnovne stvari, ki jih poznamo iz svojih življenj, torej družina, okolje, frendi, neki šolski procesi, kontakti z glasbo in pa seveda prvi stiki z malo bolj resno zadevo. Moj prvi denar od glasbe je prišel pri mojih 13, torej na nekih mladinskih plesih in Bogom je takrat je bil to dober denar. Še sam nisem tega vedel in sem mislil, da mi bo to pripadalo vsaj do faksa, pa se pol to ni čistko razteklo. Torej od prvega nekega cover benda v prestopu neke druge bende, kjer se je že začela neka menjava nekih punkovcev, LP-jev, fotoaparatov, zameno za moje cenjene glasbeniške sposobnosti. Seveda popolnoma neuk, vse se mi je to fajn zdelo, večine teh stvari nisem razumel, ampak sem jih je malo kot samoumevne. In pa nekatere druge stvari, ki se vzporedno dogajajo, neki šolski procesi. Torej jaz bi moral po neki definiciji biti celo mogoče slikar. Moja prva ta pot se je presekala tukaj in sem pol vseeno končal na gimnaziji. Kljub temu se je zgodba dosti hitro razvijala, torej pri 16 je že prišel nek prvi LP, neko snemanje, kar nekaj se je dogajalo seveda v neki drugi državi, v nekem drugem času, v nekem drugem okolju, ki je bilo mogoče malenkost bolj naklonjeno glasbenemu dogajanju kot v nekih poznejših fazah. In pa seveda po spletu okoliščin, ne zaradi mojih izjemnih sposobnosti, tudi zelo zgodaj, torej tam nekje 84-85, sodelovanje s takrat zelo osovraženo čudaško skupino, ki je pol v nadaljnih dekadah pokazala, da se lahko tudi iz neke grozne muzike da narediti zelo lep posel. V nadaljevanju, ko se začne ta štrena še malo bolj komplicirati, moram omeniti neljube dogodke, ki se nam pač pripetijo, v mojem primeru JLA, ki je zame pomenila 186 špilov v enem letu. Torej, ljudje, ki se tukaj profesionalno ukvarjate z glasbo, veste, da je 100 tako nekaj, kar se da prebaviti, torej skoraj 200. To je bilo precej nehumano zanimivo, da večina teh špilov se je dogajalo ravno tukaj v Mariboru in okolici. Torej, poleg količine špilov, kilometrine in podobnih stvari, izjemno poučna šola na temo človeške neumnosti in pa neljubih stvari, torej res stvari, ki si jih ne želimo v življenju. In potem povratek iz nekega vojaškega, rigidnega okolja, spet v podivjanost zgodbe Demolition Group, nekih koncertov, ki so se dogajali doma, še lepše pa v tujini. Obdobje, ko kar naenkrat nek grozen alter band gre za vikend špila v tujino in domov prineseš tako veliko televizijo svojemu očetu in s tem upravičiš njegovo investicijo v bas kitaro pred parimi leti. Vmes spet šolski procesi, pazi bogati spet, nisem šel na likovno akademijo, temveč na pravni faks, ki je botroval tudi delu zgodbe potem v karieri, ki je bila zaznamovana s poslom. Seveda, spet neki stiki s tujino, ki so za sabo potegnili še par drugih stvari in pa ponovno snidenje z znamenito skupino, ki je takrat že uspešno harala po tujini.
Ena od stvari, ki se je zgodila v tem času, pazi bogati računalnik se je pojavil, ki je takrat zame bil šokantna novica tako v proizvodnih kot v komunikacijskih procesih. Številna sodelovanja z drugimi bendi, ponovno moram poudariti, nekateri so posledica mojih nekih zaslug, večina teh stvari se pa pač zgodi, ker so ljudje v pravem času na pravem mestu. Vmes akumulacija nekega znanja, kontaktov, komunikacij, ki je pripeljala do tega, da valjda, kakor vidim tle obraze, vidim veliko glasbenikov, ki niso bili zadovoljni s tem, kako so drugi usmerjali njihove kariere in pa dokončna odločitev, da neki menedžmenti, bookingi in posamezne funkcije v glasbenem poslu, torej ljudje, kreativci lahko počnemo sami bolje kot tisti, ki se poimenujejo kot profesionalci. V tem smislu je bilo tudi moje prvo srečanje z novim kosom tehnologije, mobilni telefon, ki je nadomestil pošto in telefaks in ostale igrače iz prejšnjih dekad. In prvo udejstvovanje v založništvu, torej neka alter scena v začetku 90-ih, kjer sem se veliko naučil. Veliko sem se pa naučil predvsem o mitih, ki vladajo v alter sceni in ki so naenkrat v 90-ih začeli preprečevati alter sceni tisto, kar je počela v preteklosti, torej spreminjala svet. In počasni prestop, to mislim, da je tudi nek model v Sloveniji, prestop v neko prvoligaško zgodbo založništva tedanjega vsemogočnega, ki se je križalo še z drugimi posli, torej z bookingom, promotingom, s publishingom, sodelovanje z oglaševalsko industrijo in podobnimi stvarmi. Seveda, zopet nove stvari so se v tehnologiji dogajale. To bom opozarjal večkrat. Torej, za časa mojega življenja se je zelo veliko stvari spremenilo in ko že rečemo, zdaj pa to, pa eventi vedno nas nekaj novega preseneti. Torej, za časa vaših karier gotovo bojo tudi nove stvari se dogajale, bodite pozorni na to. Torej, nek etabliran biznis, kjer sem v 20 let upravljal funkcijo nekega, recimo temu, VD direktorja založbe. Prosim, zamudniki vsak po 5 evrov. To je profil mariborskega glasbenika. Vsi čakamo. Da je prišel Viktorica. Aplavz za Vida, prosim. Vida, prosim, stila grozno. Skozi tole zgodbo neka imena, s katerimi sem imel priložnost sodelovati. Torej, tu so neki izvajalci, poslovni partnerji, domači in tuji, in pa neka širina, ki poudarja en faktor, ki bom se že počasi začel dotikati mitologije. Slovenski glasbenik rad reče kvaliteta, to zasledujem, kvantiteta me ne zanima. Poudarjam pomen kvantitete, poudarjam pomen intenzivnega vložka časa, energije, pozornosti in denarja. To je nekaj, kar pogosto slovenski glasbenik v zasledovanju kvalitete spregleda in bolj poznamo zgodbe, ko ljudje delajo album svoj prvi, recimo 10 let, in bolj se vmes toliko izčrpajo in v momentu niso več 20 let stari, temveč 30 ali več, vmes pa številni vlaki gredo dalje. Moja zgodba se potem počasi razpleta spet neko gledališče, film, razne sodelovanja z drugimi playerji in počasi pridemo do zgodbe Dan D. Tele črni križci, ki so bili vmes posejani, pomenijo seveda tudi še eno neljubo točko v naših zgodbah. Zaključke poti. Torej, včasih se je treba z ljudmi pač se je treba posloviti, reči adijo, hvala tudi, če smo bili najboljši prijatelji. To so boleče točke in pogosto slovenski glasbenik ne zna presekati tudi takrat, ko je očitno prepozno, ampak kaj vam čem razlagati, verjetno poznate tudi zgodbo o zakonskih zvezah in podobnih razmerih. Band ni kaj bistveno drugačnega. Pogosto je to nekaj, kar je zelo blizu družine. Torej, zgodba o Dan D, ker sem je zadnjih 12-13 let, band, ki se ukvarja z glasbo, nekaj špilamo tja v en dan, poskakujemo po odru, vendar se hkrati skušamo z glasbo dotakniti tudi nekaterih drugih stvari. Probamo najti malo zabave, malo možganov tudi zase in za publiko, ki jo to zanima, in spotoma tudi naredimo kak hecen produkt.
Ok, pol pridejo še kakšni izleti, ki nas nosijo v življenju. Torej mene odneslo za pol leta v Peking, kjer sem se dokončno naučil, da se svet ne bo vrtel, tako kot sem si zamislil. Veliko stvari se dogaja izven naših kontrol, pa nič hudega. Če smo jih le sposobni zaznati, pa do neke mere pač obvladovati, da nas ne vozijo. In pa zadnjih par let neke freelancerske kariere, ki moram reči, da mi prinaša bistveno več življenja, veselja, bistveno manj birokracije, neizbežne, in pa bistveno manj odgovornosti oziroma prevzemanja odgovornosti za dejanja drugih, torej svoje sreče gospodar. To je moja zgodba, vsak od nas ima svojo. To, kar bi rad skozi tole poudaril to mrežo, veliko poti in stran poti, ki na koncu nič hudega. Pogosto je smrt za slovenskega muzičarja to, da si nariše daljico od točke A do točke B in če se vse stvari ne izpeljajo tako, kot si je predstavljal, je to mogoče že konec sveta ali kariere. Rad bi poudaril, da temu ni tako in bi mogoče izval prvega gosta Robija, naj pove, če se pa njemu mogoče kaj drugače razvilo. Dobro, lepo zdravo, koliko minut imam? Koliko si vzameš? Glavo mi sveti. Skratka, jaz sem Robert Novak, Flik, to mi je nadimek zaradi tega, da se ločimo od ostalih dobrih 70 Robert Novakov v Sloveniji po statističnem uradu in da se lažje skomuniciram s glasbenimi kolegi. Jaz bom zelo telegrafsko preletel svojo glasbeno kariero, pa tudi jo bom razdelil na čisto glasbeno pa na glasbeno poslovno, na kateri sem popolni autodidakt ali samouk. Skratka, začel sem tam pri 6 letih, oče je bil tamburaš, tudi vodja tamburaške sekcije. Zelo hitro me je iz igre naganjal domov igrati na neko mandolino, tamburico. S tem je nekako ukužil z glasbo, na nek način mati je rada pela in to je neka klasična slovenska zgodba, ne? O nastanku glasbenika slovenskega, recimo. Ne? Za razliko od kolega sem že pri 8 zaslužil prvi denar z igranjem in sicer, da se pohvalim, ker nimam tak dobre projekcije, pa moram kaj drugega najti, ne? Pač v hotel v Rogaški Slatini je mama delala, jaz sem hodil tja v glasbeno, bolj sem hodil v hotel kot v glasbeno, ne? In tam je en kelner, ki me je malo bolj obrajtal, tam posadil za klavir, sem zaigral enih par komadov, Avstrijke so plačali, jaz sem pa poledil zastojn v kuhinji, ne? Dobro, no, zadeva šla tako, da sem poskusil z neko glasbeno, ki je pa nisem dokončal zaradi svoje lenobe in pa predvsem razhajanja vsebinske narave, ne, med tem, kar bi jaz igral, pa med tem, kar so želeli, da igram. Vsekakor sem pol nadaljeval to malo v srednji šoli in zaključil pedagoško fakulteto, ker za akademijo pač nisem bil dovolj sposoben, pa kot rečeno preveč len na nek način. No, kar se pa tiče neformalnega dela glasbene kariere, sem pa zelo, malo smo že imeli band, in to šolski band, ne boste verjeli, kar z Jernejem in Tončem iz naših midva, smo bili približno generacija, smo imeli že neke avtorske pesmi, smo na kakšni proslavi nastopali, to je bilo tam nekje svoj 7. 8. razred. Kako ste se imenovali? Morana. Tak, ful slovensko pozitivno ime, ne? Absolutno. Ja, absolutno. Vse teksti so bili temu primerni, avtor je bil Tonček, ker še ni odkril svojega talenta v tistem času, tako da pustimo zdaj to, ne? No, v srednji šoli me je zadeva malo bolj zapopadla, seveda sem hotel biti kitarist, kot vsi, ne, ker kitaristi so pač ženske lahko preganjali, pravzaprav one njih. Ne, seveda je bilo preveč dobrih, ne, nisem nekako uspel in pojavila se enkrat potreba po basistu in tak sem kot večina basista zajadral s kitarista na basista. Ta zgodba se razpleta tako, da sem že pri 17 začel igrati po hotelih takratne Jugoslavije, bolj v južnem delu, hrvaško-slovenskem območju od Krapinskih, Tuheljskih toplic, Čateških toplic, Kumrovec in podobni. Vse po Hrvaškem, ne? Ja, ta Jugoslavija, rečemo, ne, je bila takrat. Ostale so toplice. No, ampak takrat sem se prvič v bistvu s tem glasbenim poslom srečal, ker sem v bistvu pri svojih 17 igral vsak petek in sobot in se zaslužil v bistvu eno poprečno plačo od človeka, ki je delal v tovarni takrat, ne. V bistvu sem že bil gospod. Ne, kaj gospod, bil sem car, ker ko sem šel v disko, sem imel za pijačo, ne. Skratka, tu se je začela ta moja komercialna kariera. Seveda mi s fanti iz Rogatca smo se razšli po drugih mestih, srednjih šolah in nismo skupaj delovali vse do pojava, mi dva o tem kasneje. No in jaz sem s to komercialno glasbo v bistvu vse preživljal, vse tja do konca študija. V takšnih in drugačnih zasedbah,
od hotelov do gosti, do najhujših rub, do največjih odrov, kar se je v tistem cajtu dalo, ne. Ob tem sem se ukvarjal kasneje malo z jazzom, ko se je v Mariboru odprl Sačmo, ne, smo dosti jamali dol, potem sem sodeloval z Bezgateom, Igorjem, danes ga ni, skratka smo imeli ene 3 fusion projekte, tako da nisem bil, torej sem ločil že takrat, tisto sem delal za denar, to sem delal za dušo. Medtem sem končal faks, postal profesor glasbe, se zaposlil na trgovski šoli in potem še na 7 drugih. Ob tem pa se je že zelo malo pojavil Midva in sicer zadeva je bila tako zelo nam podobna, no, torej prvi album sta naredila Jernej in Fiki. Pa Egon je bil seveda glasbena eminenca v ozadju, ki je to vse posnel, kar so bile kitare in podobne reči. In ko jih je prvič slišal na nekem nastopu, je rekel, ne, to pa ne bo šlo, ne. In je naredil neki spremljevalni band, ki so imeli, torej prva plata je tako funkcionirala. No, za drugo je pa Jernej rekel, da bil je na isti založbi, ker si ti delal, ne. Imeli so deal za 2 plošče in bilo treba še drugo posneti. Dimek je imel ideje, ne, tako vedno. In je rekel, kaj ko bi mi to zdaj nekaj naredili, Tonče je povabil, še rabim kak tekst, bi malo kaj odpel, ko jaz sem bolj slab, Fiki je šel, zdaj se nemo samo pogovarjali, moramo še malo pet, ne. Pol je še mene povabil, Flik, ti znaš bas, pa še kakšno harmonko kje zašpilat, pa kakšen klavir, ne, pa bomo že to nekaj zdrihtali, ne. Pol, ko smo pa zaključili drugo plato, v bistvu pa nekega lepega dne, kaj pa če bi mi špilali, ne, in tako je pol v bistvu zadeva nastala. Moram povedati, da tu se je tudi začela moja glasbeno-poslovna pot, ne. Namreč z hitom Črtica, Estera in kasneje kot band Toplice, ne, pa že pri teh dveh se je v bistvu trg odzval. Trg se je odzval na tak način, da so bila povpraševanja za špile. In kako bomo zdaj mi to furali, ne? Kdo bo zdaj to delal, ne? Veliki menedžeri ranga Uranja, Gerant in ti ljudje nas niso niti povohali, takrat, ko smo bili pač neki hecni, čudni Štajerci, mislim, kaj zdaj, ne, z njimi, ne. Smo se morali znajti sami, ne. Pa smo se znašli sami. Jaz sem v tistem času, ko sem končal faks, imel fiksno idejo, da bom, pa sem jo tudi realiziral za nekih 10 let, si naredil svoj studio, ne, in bom v njem produciral commercial music, to pomeni za korporativna glasba, ne, torej džingli za radije, potem reklamne podlage in podobne zadeve. To sem dejansko počel in če sem hotel to početi in prodajati seveda korporacijam, sem rabil firmo. In sem leta 1999 pa res spet. Niti niso vedeli, od kaj bi me dali, ni bilo niti v JSKD tega notrat, pa dobro. Neki studij v sobici sem si naredil in jaz sem to začel delati, pa kar mi je v redu šlo, no. Že predtem sem pa neke projekte za mladinsko knjigo delal, tam sem se pa navdušil nad tem studijsko produkcijo, no. In ta SP je zelo prav prišel v tem času, ker se je pa ravno skladal z nastankom Mi2 in je bilo treba začeti kšeftati, po domače povedano, torej oni te naroči, ti moraš se zdelati, poslati fakturo, ti plačajo, razdeliti bendo in tako to gre, ne. In pol naslednjih 20 let sem pač poslovodja skupine Mi2, kot rečeno že na začetku čisti autodidakt, torej sem se naučil po vseh, z vsemi možnimi napakami, faileri in ne vem, po domače zajbi, pa ne, bomo rekli, ne. Neki stvari, ki sem recimo zdaj po 20 letih prišel tako daleč, da mi je recimo, vsaj mislim, večina stvari jasni, pa še vedno vem, da mi niso, ne, ampak ajde. To je to, glasbeno potem ta zadeva dalje funkcionirala, no, zdaj pa splet okoliščin je pa nanesel konc lanskega leta, da sem začetku letošnjega odprl še booking agencijo, omogočil terminologiji bookinga, promotinga, PR-ja in podobnih zadev, še bomo kakšno rekli verjetno, ali pa če ne, pa v drugem srečanju na to temo, tako da v bistvu to bi bilo, kar se mene tiče, to. Malo več kot 3 minute. Hvala lepa. Kaj smo zdaj Tinčku še, Tinčko zgodba je šla pa linearna, ali kaj? Kako si ti, Tinček, predstavil tam, kjer si danes? Jaz bi se najprej vama zahvalil, tebi najprej za hudo lepe slajde, nama nisi povedal, da boš to naredil, drugače bi videl, da ti takoj kontrirala, pa naredila svoje. Seveda, z glasbo podprto. Z glasbo, multimedijsko, live show, vse tako, kot treba, ampak dobro, zdaj je mimo, ne. Jaz bom bolj kratek, pa tudi moja zgodba je mogoče kar različna od vajnih. Popolnoma različna. Kajti že od otroštva me ni zanimalo biti glasbenik.
Nisem imel nikoli nobene potrebe, da bi se naučil igrati en instrument, da bi bral note, da bi karkoli od tega, ampak vedno me je zanimala glasba kot taka. In sem jo samo v tistih mogoče otroških letih sem jo samo ločil na dobro in slabo. Začetek moje glasbene kariere, če tako rečem, ker pač to ni tako glasbeno kot je vajno, ne, je pa zelo preprosto ta, da smo imeli doma en stari magnetofon in v bistvu krivec za to glasbeno kariero je v veliki meri moj oče. Kajti on je meni naredil na tisti magnetofon, ki verjetno nekateri še veste, ker ste še dovolj stari, mladi, kakorkoli, imel 2 hitrosti, ne? In na eni hitrosti sem jaz pri 5 letih poslušal Rdečo kapico, na drugi pa Jimi Hendrixa. Oba sta mi bila isto všeč. Z obema sem se identificiral. Ne bi mogel ločiti enega od drugega, oziroma kateri mi je bil bolj všeč. Tako so mi vcepili glasbo na enem in istem. Še danes se spomnim tega magnetofona, ki žal ne dela več, ampak to mi je ostal v takem res spominu. In potem se je zgodba nadaljevala, da sem se z glasbo tako okužil, da sem vse svoje prihranke vložil v nakup vinilnih plošč, ki so pač takrat bile. Kasete me niso zanimale nikoli, vedno so bile vinilke. Še ena zanimivost, mogoče vinila nikoli nisem maral kot formata, zaradi tega, ker mi je vedno bil tak krhek, tak lomljiv. In je vedno zanimivo, prišel sem domov, prinesel sem novo ploščo, sem si jo presnel na kaseto in sem jo pol iz kasete poslušal. Plošča je bila v omari, lepo bila tako shranjena. Vedno bil tisti, kaj pa če mi kaj pade na iglo, kaj pa če se bo kaj zgodilo, pa bo grozno. Bil sem glavna stranka takratne trgovine v Mariboru, ki je bila na glavnem trgu. Pokupil sem, mislim, da vse, kar se je takrat dalo dobiti. Zanimivo, kar pa mi je bilo, ko danes gledam pač mojo, ne morem temu reči kariero, ampak zanimala me je samo tuja glasba. Ni me zanimalo nič slovenskega, v tistem času popolnoma nič. Ne Lačni Franci, ne stvari, ki so se takrat dogajale, popolnoma nič. Jaz sem bil navdušenec za tujo glasbo. Tam pa nisem imel nobene preference, takrat pa je bilo vseeno pop, rock, jazz, takrat sem bil še vseeno malo premali za to. Ampak tuja glasba, to je bilo to. Torej, tuja pa, tu misliš Oliver Dragojevič? Pa... Ne jugoslovanska glasba, bomo tako rekli. No? To se je nadaljevalo tudi seveda z nakupi plošč absolutno v Avstriji, tudi v Münchnu, potem nekaj časa me je še oče vozil. Tako da celi moji prihranki so šli v plošče in v poslušanje. To se je potem nadaljevalo v osnovni in srednji šoli, kjer so pač bile takrat aktualne še kasete kot medij, ne? In takrat sem jaz bil pač, pa ne zdaj, da se zdaj bi hvalil, ampak neki vir nekega glasbenega dogajanja v svetu, ker sem pač to zadeve imel, ko si jih redno kupoval, hkrati tudi redno snemal iz radia, takrat se še to dalo. Snemali smo oddajo Hit Panorama, recimo, to se še bo mogoče kdo tudi spomnil, ne vedrajo, to je bila oddaja, v kateri so predvajali, so najprej povedali, katere skladbe bodo zavrteli, potem pa je cela ura bila neprekinjeno, so bile te skladbe brez džinglov in brez vsega, in to so bile vse najnovejše in to je bilo treba imeti. In to se še danes spomnim, to je še danes taki vir spominov, v bistvu, ki mi je ostal. Ne? In pol se je v srednji šoli začelo v bistvu tudi, da sem začel nekaj glasbe vrteti kot DJ na nekih feštah, čagah, kakorkoli. Ja. In tu se je pol moja karijera začela, potem pa je seveda prišel povabilo v pač mariborski MKC, tu pa se je zadeva resno začela. Ne. Takrat so iskali pač nekoga, ki bi prevzel sobotne večere. Pa sem jaz bil tudi eden od kandidatov, so bili z mano zadovoljni in potem smo kar furali ta MKC. Mislim, da je kar Maribor postal kar neka vrste institucija. No. In še danes, v bistvu, še danes ga dosti ljudi pogreša, še danes se dosti ljudi spomni, recimo gužve na stopnicah, bodo tisti, ko so bili, vedo, o čem govorim, kako nisi mogel noter priti soboto, ker je bila taka gužva, kako se je kadilo, dobro, o drogah in ostalih stvarih zdaj ne bomo. Meni je ostalo najbolj spominov, mogoče zdaj, potem, ko ga več ni, je bila ta zmes ljudi, ki je bila v tistem času tam prisotna, ko si lahko videl v Mariboru največjega punkerja, največjega razcapanca, hkrati je stal v MKC-u z človekom, ki je imel kravato, obleko in je tam oba dva sta uživala. Na istem mestu. Je pa tudi res, da je takrat bil čas za takšno glasbo, takrat je prihajal Seattleski val je prišel, bila je Nirvana, bili so Pearl Jam, bilo je še drugih stvari dovolj in takrat je ta glasba bila tudi del mainstreama. Danes tega skoro je že
zelo pogrešamo take stvari. No, potem se je MKC žal zaključil v ognju in pač so ga zaprli, dali nazaj v univerzi. Danes tam praznujejo zaključke študije in marsikateri starš mi je rekel, da je bil za svojim otrokom pač tam na zaključni podelitvi in je imel malo po domače knedl v grlu, zato ker so v isti dvorani, ko so ga včasih žurali, so potem je rekel, to je isto še vedno, gledaj, še vedno je tako, da je pač bila sedaj podelitev teh diplom. Hkrati s tem so me povabili prvič na Radio Maribor in sem tam sodeloval v študentski oddaji. Potem pa je v bistvu so začele se še druge pač rolanje muzike v Mariboru, v različnih klubih, bil sem v Manhattanu, bil sem v Amadeusu, bil sem v Patricksu, mogoče še kje, ampak take neke bolj redne stvari, ki so bile. Pač še vedno, ne, glasba je bila še vedno del mojega življenja. Potem pa je postala z delom na Radio City, ki smo takrat ga začeli v Mariboru, torej premierno, postala tudi moja služba. In takrat sem v bistvu prvič začel tudi se bolj profesionalno ukvarjati z glasbo, mišljeno, da mi je pač res postala služba, čeprav sem takrat še delal kot tehnik, ne kot glasbeni opremljevalec, urednik, kakorkoli, ne. Potem se je po nekaj letih tudi ta zgodba zaključila, ker so pač šli v neki novi model, tudi meni najbolj ni več ustrezalo in potem sem presedlal na nacionalko, na kateri sem še danes. Nekaj časa sem delal še za Radio SI. Danes pač delam kot glasbeni urednik na Radio Maribor, pa hkrati delam še glasbeni program za Val 202. Torej, to na kratko. Javna hiša pod Pohorjem. Tako. Zadovoljen? Ja, zadovoljen, ja. Vse modeli tudi tam spreminjajo, kot so se prej pri Maršu, pri drugih? Modeli se ne... Vse vemo, nacionalka je zelo rigidna organizacija, tam je potrebno so ponovadi leta, da se karkoli radikalno spremeni in tako je tudi danes. Ne. Torej, služba ni ogrožena, če boste rabili svoje nove single, torej Tinček je una oseba, ki reče, jaz tvojega obraza nisem vedel, sem vedel, da obstaja nek Tinček tam v Mariboru, kjer ko imaš nekaj noge za pokazati, on ga pokličeš pa bo zihar kaj izritno. Ampak kje vmes je pa torej, to domoljubje, slovenska glasba, to, ko si prej rekel, aha, jaz sem striktno, torej tuja glasba, ja, slovenska sploh ne. Kje se je to prelomilo? To se je v bistvu prelomilo na radiju. Aha. Se je prelomilo, ker takrat sem... Torej ne v MKC-ju, ki si videl... Ne, MKC je bil striktno tuja glasba. Tam Laibach še mogoče, Demolition Group, dobro, Borgazija, take neke stvari so še šle, ampak vse ostalo pa ne. Ok, zanimivo. Ja, tudi ti si bil torej udeležen. Ok. Super. Torej, jaz malo skozi te življenjske zgodbe pobiram, pa probam pelati pol zgodbo drgam, probam pelati v poglavje. Na naših poteh mi sprejemamo odločitve. Pravilne, nepravilne, torej ne vemo večino stvari, ki jih počnemo, jih poskušamo doumeti v kontekstu, da smo pač danes mi vsi brihtni, da smo posamezniki, torej družba sloni na nas, da smo gospodarji svoje usode in seveda, da smo pri tem odločanju svobodni in težimo k temu, da naredimo nekaj, torej A, zato da se bo zgodilo B, težimo k temu, da si ustvarimo neko kolikor toliko varno okolje. Moja težava v glasbi je, da zadnjih 15 let opažam, da se v resnici te scenariji ne udejanjajo po nekih ključih, ki so bili v preteklosti mogoče malo bolj enostavni. To, kar opažam, je, da je znanja na razpolago veliko, če ga nimamo sami, se hitro lahko podočimo pri prijateljih, torej bodi si v živo, bodi si online, ampak pogosto opažam to, da ljudje počnejo vse tako, kot bi morali, vse počnejo po pravilih igre, nagrada na koncu poti pa nikakor ne pride oziroma se vztrajno izmiha.
In v takih situacijah nastane veliko zmede, nekega občutka neprimernosti, malo se ljudje počutijo butase in pogosto si ne upajo tudi zastavljati vprašanj. To je bil eden od povodov tudi za ta serial Old Boys Club na Sigicu pred leti, kjer smo starejši občani nastavili svoje riti za strele iz publike in pa seveda za vprašanja, tudi neugodna, tudi danes bo mogoče tale forum odprt, torej vprašanja tudi o denarju, o nekih drugih stvareh, ki so tabu teme. Skratka, odločitve praviloma, celo bi rekel v glasbeniških karierah, ne proizvajajo tistih rezultatov, ki si jih želimo, in odzivi na to so zelo enostavni. Ali poskušamo izboljšati sebe, ali poskušamo izboljšati druge, spotoma pa uravnavamo investicije, torej čas, energija, pozornost, denar, malo več posvetimo eno, malo več posvetimo drugemu in testiramo tako, kot smo se mi učili v naših karierah, kaj deluje, kaj ne. Zanimivo, pogosto neke stvari, ki so proti pravilom igre, delujejo tam, ko ne bi smele, in obratno, pravila ne delujejo tam, ko bi naj morala. Mislim, da je zelo pomembno, in to, ko se pogovarjam z glasbeniki, velikokrat ne razumejo, da njihove odločitve niso samo produkt svobodnega pa inteligentnega posameznika. Ogromno stvari vpliva na naše odločitve, na naše življenja, torej bodisi zunanje, torej eden od pojavov zadnjih par let, ki me zanima, begunska kriza, dogajanja na Bližnjem vzhodu in vse neke drobne posledice, ki po malem zadevajo seveda tudi naš posel, seveda na naše stvari vplivajo tudi politika, ekonomija, okolje, v katerem živijo. Pogosto vpliva tudi pripomba našega najboljšega prijatelja, ki reče, ja, se tam vaš nov komalce, to je kar v redu. Torej, take stvari nas prizadanejo tudi zato, ker obstajajo notranji vplivi, nekaterih se zavedamo, nekaterih ne. Torej, če imamo travme iz otroštva, je fajn, da jih ozavestimo, ker bomo lažje bolj v biznisu se pogajali ali pa kregali z drugimi ljudmi. Torej, gibljamo se v neznanem, nepredvidljivem. Poanta tega poglavja predavanja, rad bi sem poudaril, da to ni nič hudega, sploh za mlajše občane tukaj v publiki. V nepredvidljivem, neznanem imate možnost sami mogoče vzpostaviti določena pravila igre. Izbira bo pa praviloma potekala med varnim in nevarnim, torej v varnem polju so pravila igre, je nek know-how, so neke avtoritete, torej stvari, ki jih poznamo in ki običajno peljejo tudi do nekih varnih, pa ne pretirano zanimivih rezultatov. Zanimive zgodbe se dogajajo v sferi nevarnega, iracionalnega, čustvenega in pa v polju, ki zahteva bistveno več dela, bistveno več komunikacij, torej bistveno več vložkov. O vložkih se bomo pogovarjali še malo pozneje. To, kar bi jaz rad, temu sem posvetil že veliko ur svojega življenja, želim, da se okolje, v katerem živim, torej naša skupnost, ne giblje v neki tesnobi, strahu, konkurenci. Rad bi, da se nekje v 21. stoletju počasi začne vzpostavljati drugi model odnosov med glasbeniki, ki bo, želim si, prinesel pozitivne spremembe za vse nas. Predpogoj za to je, žali Bog, ene stvari v življenju niso enostavne. Tukaj je nek seznam stvari, s katerimi se jaz skoraj da vsakodnevno ukvarjam. Nekatere od teh so abstraktne, nekatere od teh so konkretne. Kaže pa na to, da se z glasbo težko ukvarjati po modelu, ki je dominanten v slovenski skupnosti. Glasi se pa 5 dni v tednu delam v fabriki ali na občini, zato da bom v petek popoldan šel s frendi v plac za vaje, tam spil pivo ali 2, poklepetal, kako je bilo med tednom, pol bomo odigrali ene par, pa se ga še malo nažgali, zato da ugotovimo, da mogoče boljše, da v soboto ponovimo vajo, ki je običajno bolj produktivna, ampak smo še malo zmatrani od petka, in v nedeljo pa seveda, da ni primeren dan za vajo, med tednom pa itak ni časa in pol mine teden za tednom. Torej, to, zakaj smo danes skupaj, torej, no big deal. Vsak mu svoje, vsak mu paše, pač kar mu paše. Težavo, ki jo imam jaz, s katero se soočam,
absolutno vsak dan imam vsaj 3 stike z ljudmi, ki imajo podoben model delovanja in ki od mene zahtevajo profesionalnost, sami pa profesionalnosti ne dajo. Torej, iluzija o tem, da se bo dalo postati profesionalec na tem področju, po tem ključu, da obstajajo redki primeri, ki to potrjujejo, ampak to so res izjeme. To so supermeni, ki mimogrede poleg 5 delovnih dni v tednu najdejo še popoldan ali zvečer ali zgodaj zjutraj časa tudi za ukvarjanje z glasbo, tudi če nima inštrumentov v rokah, angažirajo pa možgane za to dejavnost. Ena od teh stvari, ki bi jih rad, tukaj sem malo na brzino bom preletel, posebej pa mi spet požogamo, je torej, ta zadnja točka tukaj, torej kontekst celota. Ne. Jaz osebno, ko mi rečejo glasba, pa to in to slovenski muzičar takoj vidi, aha, to je več kultura, narodov blagor, pa jezik, pa neki pojmi, ki so se pogosto pojavljali v debati o kvotah slovenske glasbe na slovenskem radiju, to se bomo po Stinčkom lahko pogovarjali. Jaz osebno bi rad videl, da je glasba super del te neke kreativne sfere kulture in podobno, ampak če se pogovarjamo danes o denarju, bi rad, da se pogovarjamo o industriji, rad bi, da se pogovarjamo o tem krasnem pojmu kreativnih industrij, kjer je glasba, poglejmo po abecedi, v centralni vlogi, tudi seveda povezana z večino teh drugih industrij. Rad bi pripeljal zgodbo tudi z vašo pomočjo v letu 2019 do nekih debat z državo. Torej, naj bo jasno, jaz sem dokaj neoliberalen tukaj, vesel sem, če trg določa pravila igre, hkrati sem pa alergičen na državo, ki spregleda stvari, ki so ji pred nosom. Torej, ena od stvari kreativne industrije po Evropi zaposlujejo kar precejšen del delovne sile, ampak bolj zanimivo kot delež ljudi, ki se ukvarjajo s tem poklicom, je koliko bruto družbenega proizvoda proizvedejo. Torej, če 6% ljudi proizvede 10% neke vrednosti v našem okolju, kaže, da je to sektor, ki ga je vredno spodbujati. V naši državi, bodite sigurni, odločevalci v politiki, parlamentu, vladi in pogosto tudi na resornem ministrstvu bodo vas in mene doživljali kot hipija, ki se ga malo tam zakaja za vokalom, spije tale viski in neki za lastno veselje špila. Ko pride do podpore industriji, tega ne razumejo, pogosto želijo vas in mene postaviti v vlogo nekoga, ki bo prišel prosjačiti za strune in trzalce, vmes pa vlaki grejo mimo. Torej, države, ki znajo tole podpreti, ne podpirajo torej, hipijev, ki kadijo ganđo, temveč podpirajo ljudi, ki lahko prispevajo nekaj k lokalni ekonomiji. Ena od težav, upam, da mi boste nekateri od vas pomagali, pri tem je pomanjkanje uradnih statistik v Sloveniji, ker teh statistik ni, sem prvič lani, mogoče bolj po naključju za šalo, sprovociral debato s predstavništvo Ministrstva za kulturo in Urada za komuniciranje. Ko se rekel, a mi vemo, koliko denarja se naredi tukaj, mi muzičari, ki špilamo po veselicah, nekaj skačemo po odru, torej tega podatka nimamo. Imamo parcialne podatke, ki rečejo recimo 750 veselic je letno v Sloveniji. Koliko denarja se tam obrne, v bistvu nobeden ne more zanesljivo zračunati, lahko pa operiramo z nekimi približki. Vendar, ko sem pol opalil zgodbo o tem, takrat sem uporabil podatek, a veste, da se na porokah v Sloveniji obrne 15 milijonov evrov. Torej, malo sem pogolfal podatek, nekaj sem v glavi si na brzino zračunal, ampak malo bolj podrobna računica kaže, poroke garant v Sloveniji generirajo kjerkoli med 5 in 10 milijoni evrov. Za vas, ki ste bili kdaj v organizacijskem odboru ali priča, ki ste morali zrihtati band, torej veste, kaj pomeni trio, vsakmu je treba dati nekaj v žep, pa pride še nekaj keša, pa vsakmu treba nekaj dati jaz pa pit, pa mogoče lokal še more neko ozvočenje, ki je tazga plačati. Te cifre niso iztrte, zvite pogrebi, oni, ki ste v tej nesrečni situaciji, ki ste šli do trobentača, ki je špilo ono tišino tam, da se ga ne vidi, a ste mu stisnili 40 evrov, 50 evrov, 100 evrov, pač odvisno, kako je fant ali punca, kako ste odšpilala.
koliko je nekih teh malih pevskih zborov, ki ne daš nič denarja, ki so veseli, da lahko na pogrebu zapojejo, kako veselo je. Ampak spet, jim stisneš nek džeparac, jim daš neki za jesti, pit. Torej, ta mikroekonomija letno, Bog pomagi, generira vsaj 2 milijončka evrov. Ja, imamo 20 000 pogrebov na leto, isto tako imamo 20 000 Abrahamov. Jaz ne vem, kaj je to Abraham, ne vem, če se sploh bil na kakmo, ampak vem pa, da se to veselo kdaj praznuje in bodite sigurni, da kdaj iz klobuka skoči kakva Helena Blagne ali pa kakva druga zvezda slovenske estrade in tega ne počne zastonj. Podobno rojstni dnevi otrok, kjer čarovnik Grega malo iz klobuka zajca potegne, pa malo kitaro, pa odbrenka. Torej, to je nek biznis, ki spet lahko sloni na nekih številkah. Na področju avtorskih in sorodnih pravic, tole mislim, da je nek potencial, ki ni daleč tudi od realizacije, mogoče se celo kako leto realiziral, 20 milijončkov, masa plač profesorjev v glasbenih šolah, pa bato 50 milijončkov, ne bom še ugibal, ampak lotil se bom statistike, torej plače raznih orkestrov, tehničnega osebja, vzdrževanje nepremičnin v javnem sektorju in podobno, gotovo bo je tudi tu neki milijončki. Koliko smo računalnikov kupili, predvajalnih naprav in podobnih, ne vemo, uradne statistike ni. Obstaja statistika, kulturni domovi, glasbene ustanove, z vstopnino se generira 20 milijonov, rockerski festivali in podobni, ne vemo, klubi, ne vemo, veliko teh stvari pač ne vemo, v oglaševanju, korporativni industriji, nakup glasbil, pokažite mi enega tukaj, ki letos si še ni kupil svojega novega inštrumenta ali pa kabla vsaj, teče gledaši, Rafnik, ko preračunam recimo število učencev v glasbenih šolah, ki potrebujejo najmanj blok flauto, če ne celo klavinovo ali pa harmoniko ali pa še kak dražji inštrument. Če se štejem vse to skupaj, pridem do nekih številk ranga 200 milijončkov, in potem reči, pa kje pa je tukaj pol še tisto, s čimer se naši župani radi pohvalijo. Veš, koliko ljudi je prespalo pri nas, koliko ljudi je požrlo one mrtve živali po gostilnah, koliko ljudi je bencin natankalo na petrolih, po merkatorjih sendvičev pojedlo, da ne govorimo o prenočiščih. Po moji oceni se v resnici v ekonomiji gibljamo v sferi, ki torej do 200 milijonov že pridemo, tako kot peš računamo, v resnici mislim, da smo nekje na pol milijarde. 400 milijončkov do 500 milijončkov, to vam zdaj polagam na dušo, sem zato, če vas bojo kdaj zmerali za hipije pa punkse, to je posel, s katerim se ukvarjate in to je ranga 1% BDP-ja. Če boste tako znali prezentirati naslednjič, ko boste fehtali na kakem razpisu, če se boste postavili v vlogo nekoga, ki ne fehta, temveč rabi nek stimulans, vam bo mogoče lažje šlo skozi. To je neka malo večja makroslika, seveda meni je jasno, da v mikrosferi težko pridemo do naše realnosti, ki pa je, koliko dobimo na špil. Fraz, oktober, koliko dobi za špil cel band? Kaj, vse 10-krat toliko tu? Torej, Jurčka za špil dobi oktober. Ne, kaj sem se. Do julija. Ok. Torej, v povprečju. Ne. To je maksimum. Vid Polar, Vid Turica, koliko dobimo? Stotka po glavi. Čakaj, po glavi ali ne? To po glavi, vse mikroekonomija tukaj. Koliko se na Ptuju iztrži za band, mi da so že dala to šolo skozi? Ne toliko. Ne toliko. Moja teza, če se želimo profesionalno ukvarjati z glasbo ali pa s čemerkoli, Bog pomagi, jaz pravim, 20 jurčkov moraš nakucati na leto. Bog pomagi, moraš toliko. Govorimo o bruto cifri. To je cifra šokantna za tiste, ki razmišljajo skozi zgodbo 300 evrov na band, pa potni stroški, pa tako, torej, po 100 evrov na špil težko prideš do te cifre.
ko to postavim slovenskemu muzičarju na mizo, mi hitro začne ogovarjati, pa sem malo kregal, zato sem malo preprečil, pa sem naspediral tempo. Torej, kaj to pomeni v prevodu? 5 jurčkov boš moral dati državi za prispevke, 5 jurčkov boš moral dati za najemnino, ker mi muzičar itak reče, pa se jaz živim pri mami, ne? Ja, to je virtualno okolje. V real life-u, sploh v 21. stoletju, ki predvideva mobilnost, torej imamo tukaj nekoga, ki se je lahko iz Prekmurja preselil tudi v Zagreb, če je bilo treba, in pa pol tudi kam drugam. Torej, to je reality, ki to, da si ti pri mami doma, je lahko neko opravičilo, ne more biti pa stimulant za kariero. Pomamo cifre, nekaj boste valjda tudi pojedli čez leto, avto, ko ste ga kupili za 3 do 5 jurjev, nekaj bo treba še za registracijo dati, pa ta avto čez 5 let bo treba stran vreči, pa vmes bo popravila. Koliko zapravimo za komunikacije, torej veste sami, koliko vas internet providerji lupijo telefončki, torej že nakup telefona, pa impulzi oziroma vse to, ko se šteješ 20 jurjev minimalac, če se želiš začeti ukvarjati s tem, bo gde, da proizvedeš več. Če boš proizvedel več, boš imel vsaj neke rezerve za bodisi investicije, bodisi prihranke, ker ko pride ono leto, ko ni kruha, ono leto, ko ne bo šlo, najbolje boljš, da imate neke rezerve na lagrju. Proizvedemo 20 jurčkov na leto? Govoriš po osebi ali po osebi? Kaj ne lažem ali povem? Dajmo ugasniti mikrofone, vse tukaj. Tole je ovdje rekord. Recimo nekje tam. Moj point, tudi če ne zaslužiš z glasbo, alternativa je, kot sem rekel, delamo na banki, pošti in podobno, vendar veliko ljudi združuje neko umestno pot, kjer, muzika dela eno, izberejo si pa poklic, ki je glasbi soroden. In to je spet nekaj, kar se mi zdi, da je na malem trgu izhod v sili, vsekakor pa mislim, da je boljše, ker te vsaj ohranja v stiku z glasbo. Še enkrat, zgodba tistih, ki delamo ali pa ste delali v zgodbah 5 dni v popolnoma drugačnem poklicu, ker potem boste 2 dni, torej tukaj boste delali tisto, kar vam ni všeč, 2 dni boste pa ohranili čistost svojega početja. Ta čistost, to vam garantiram, z leti se hitro lahko sfižije. Ugovori? Jaz sem predstavljal. Izvoli. To je zdaj vse tako lepo predstavljeno, vse ok in sploh. Recimo mi z našim bendom pa se moramo prav delati z organizatorjem, da nam dajo 50 € na vsem skupno špilo. Kaj nam to pomeni? Mislim, kako lahko sploh pridemo iz tega ven? Več načinov, zanimivo, še enkrat se spomnim unga benda, ki sem ga omenil na začetku, tam je bil nek bend, ki je grozen bil, ropotal je grozno izgledalo, to vse skupaj ni bilo nič, pa ni imelo repa pa glave in jezba 50 € po špilu, še marsikdaj je bilo treba plačati iz vlastnega žepa, pa spati s podganami, pa jesti plesniv kruh, pa boljše, da se ne spomnim še drugih prizorov. Čas, energija, pozornost, denar, če verjameš v to, kar delaš, če je to res če daš, bom zdaj obrnil sliko, 5 dni na teden za to, če vas je, koliko si v bendu, 4-5? 3, odlično, 3-krat, 5 dni na teden, damo toliko noto muziko? Ja, recimo 2 dama, enega. 2 dama do jaja, vse, nimamo službe, nimamo dece. No, imamo službo, to službo, pa mi službo malo razmišljaš o tem. Torej, ključno vprašanje tako kot prej, pojačati investicije na nekih področjih, ugotoviti, kje so šibki. In pa, mimogrede, bom ugibal približno s kako glasbo se ukvarjaš, nekaj, kar je kitara dosti nizko, pa malo že dela. Najjači playeri v Sloveniji ne zaslužijo niti približno toliko. Kaj je to signal? Pakuj kofer, premali trg za to. Dobro, ne špilam zdaj metal, ali pa kaj bolj rock, punk, rock, še vedno poznamo kak trio, pogledamo konkurenco, poznamo kak trio, ki živi od tega? Ne, v bistvu se mi gre samo za to, kaj bi lahko naredil korak naprej od tega, da dobiš vsaj, rečemo za začetek, 100 €.
Ni šans. V Sloveniji, torej, pardon, to se lahko individualno pogovarja, daš posnetke malo presod, lahko mi poslušamo, pa rečemo, aha, besedilo so taka, muzika taka, produkcija taka, aha, zgledamo tako, lahko preučimo vse parametre, pa pokažemo dosti natančno področje, kjer so možne izboljšave. Generalno kot posel, bom rekel, Avstrija ne sme biti več tujina zate, zame. Italija, Nemčija, Finska in tako dalje. Drugače se bojim, okolje tukaj ni naklonjeno, tako kot sem prej govoril za državo. Klub, koliko pa je klubov, kjer lahko špilaš v Sloveniji? Bom na pamet rekel 24. Koliko je prilik študentskih feštev, veselic, podobnih rokerskih, recimo tako 52. Na koliko še drugih priložnosti, kjer se lahko pojavi še 12. Torej, ali so zame 100. Če jih podelaš 100 letos, garantiram, da naslednje leto bojo dvakrat premislili, da te bo spet vzel. Torej, pač rotacije. Razen, če boš fantastičen. Imeli ste do zdaj špilo koliko? So vas iz vseh 20 poklicali ponovno? Iz vseh ne. Ok, iz polovice. Torej, tu je gradnja. Greš 20, aha, 10 te ponov, moš roditi še 10 novih prilik. Ampak generalno bi rekel, pakuj kofere, čim prej. Preden boš v naših letih. Njihovih. Hvala, prijatelj. Na mnogih drugih področjih je manevrskega, mislim, tu je placa za izboljšave, ampak iz glave, bi rekel, ne vidim tega, razen ziher imate neke besne pop songs, pa to, kar imajo ljudje radi, ko bojo denarnico odprli. Okay. Alternativa temu je to predigam. Takrat, ko bo glasbenik rekel namesto primiva se za roke in politiva v nebo, takrat, ko bo rekel nekaj pomembnega za nekoga, recimo imam zdravilo za raka, garantiram, da ti bojo po 1000 evrov sami nosili na dom, da jim to še enkrat poveš skozi glasbo. Ali govorimo kaj pomembnega v tem smislu. To je težko skozi muziko skomunicirati. Predlagam, bomo pol skupaj družno poslušali, ali pa lahko, ne bomo zdaj, bomo pol. Boš povedal band, bomo malo pogledali, zakaj gre. Okay. Še ugovori? Ok. Jaz bi še malo enega. Izvolite. In to na tebe. Izvolite. Kako pa ti komentiraš, recimo, vašo zadnjo turnejo? Ki po tvojih besedah, mogoče tako, kot smo se pogovarjali, ni bila ravno najbolj uspešna. Polomija je bila. No? Torej, predzadnja turneja. Ja. Zadnja turneja se je posledično, ker je bila ona predzadnja totalna polomija, torej 5 špilov, kjer smo popuščali brdolove, pripravili krasne koncerte, enega smo celo zmagali, v Ljubljani premierno Kino Šiška, bravo, odlično smo rekli, zdaj pa Juriš gremo po celi Sloveniji in naslednjih 5 koncertov bil sem poraz za porazom, klofuta za klofuto. Ni bila. Finančno? Finančno je bila. Finančno je bila, drugače je bila pa polna čustva, emocij, ja, bravo, krasno, res smo bili zadovoljni. Ampak to, kar mnogi pravijo pay to play, ja, to je za nas realnost, investicija, čas, energija, pozornost, denar. Če ne bi probali, ne bi vedeli. Posledično ne bi prišli do nove turneje, ki smo počeli zadnje 2 leta, ki je gospodična Kopina lepo pomenovala antiturneja leta. Pač kot male miške smo se zaprli v plat za vaje, lizali smo si rane, jokali eni drugmu. Enkrat na mesec smo pa v placu za vaje naredili špil za 150 ljudi, mimogrede v Mariboru je bilo 150-200 ljudi, ajde rečemo, če smo malo optimistični. Torej, toliko ljudi zdaj pride k nam v plat za vaje. Ne rabimo se premikati, rodili smo nov format in to spet kaže na to nepredvidljivost. En aplavz za Darjo! Ki je botrovala tudi delno vsem tem zgodbam. Moraš se vsesti. Torej, rodili smo neko zgodbo, za katero si obetamo, da torej prvo, kar je nam je fajna, drugo proizvaja nek denar, ne proizvaja zgube nikakor, in pa proizveva nov poslovni model. Krasno. No, v bistvu, hotel sem pač povedati vsem tem mladim glasbenikom, ki so tu, da niti v vaši karieri, niti v njegovi, niso bili samo vzponi. So bili paci in tudi paci so zdaj, ne samo, že zdaj, ko ste uveljavljena skupina, oba dva, še zdaj se dogajajo takšne stvari, ki so se recimo zgodile. Ni samo skozi, tudi če si že na vrhu, recimo. In zahteva
Torej, verjamem, da vas je večina tukaj občutljivcev, torej Tough je malo bolj premagen. Te stvari bolijo, ampak mislim, da zahteva inteligentne, vztrajne, športne ljudi v glavi, da pač te stvari prerastejo. Juriš, gremo dalje. Robi, kdaj ste vi imeli kakšno tako krizo? Oziroma, tako bom te čisto novinarsko vprašal. Se vam je kdaj zgodilo, da ste vsaj, recimo, pol skupine reklo, zdaj pa bi bilo dovolj, pa dajmo se ukvarjati z nečim drugim. A da bi nehali špilati? Tako. Ni bilo te potrebe, ker ni potrebe, ker nam je fajn špilati, ker nas folk posluša, ker imamo dovolj, kar počnemo. Še vedno delamo plate, zopet delamo novo, mislim, zopet delamo novo, verjetno zadnjo, tako smo že rekli pri drugi. In ne vem razloga, da nehati, dokler nas ljudje poslušajo, dokler nas trg sprejema, dokler imamo kaj za koga igrati. Si grete kaj na živce? Kot ponavadi, kot vsi, ne, ampak samo ne pri muski, ne, v bistvu pri vseh nekih drugih rečeh, ne, si gremo na živce, ne, ampak to je že fajn, to je tako familija, se si sam rekel, s tem, da tam si z enim poročujem, pa že tisto koma henda, šlo nas je pa 5-6, zdaj si pa to predstavljate, kako se to henda, ne, ampak ja, ne, super smo, popijamo se od sreče. Ja. Ne, se tudi mi smo imeli kakšen popuš, ne, prejšnjo soboto, naprimer, tako da... A res? Ja, pa ne. Mogoče jaz sem glih moje rekel, ta Drago Popovič objavlja fotke, mi dva povsod je polno folka, povsod... Pa dobro, zdaj to lahko v nekem ovskem krogu tudi izdam na skrivnost, ne, da tisto tudi malo lažje stvari, ne. Je pač en gostinc je prešprical vse osnovne pravila organizacije neke prireditve, se je zaklal, in je pač bilo malo ljudi, ampak nam to zdaj ne predstavlja problema, ne, večji problem je, če si sam to organiziraš, ne pa sam popušiš, tisto bolj boli, ne. Tako da, tudi nam se občasno zgodi, ampak bolj redko, no. Ja. Ne bomo odpirali starih hran. Jo, nekaj, koliko jih je. Ne? Ja. Ali pa še malo svežih hran bomo rekli. Mariborski špil tam. Ja. Tisti, ki ga ni bilo. Ja, tisti, ki sem jaz bil. Ja. Ti si bil? Ja. Ti si statistiko hvala. Jaz sem bil tam. Torej ni res, da ni bilo nobenega. Ne, čisto privat. Ampak pustimo zdaj to. Ja. Komedija, absolutno. In res moraš biti iz posebnega testa narejen, da take stvari preživiš, to boli. Ampak, Juriš, gremo dalje. Kako pridemo do 20 jurjev? Dajmo sem še preden se dotaknemo, kako pride do 20 jurjev, eno stvar še pogledati. Unka piše muziko, torej nek avtor, pa unki to izvaja, poleg muzike proizvajata tudi delovna mesta. Na levi strani so neki ljudje, ki se ukvarjajo z enimi poklici, na drugi strani ljudje, ki se bolj živimi stvarmi ukvarjajo, vmes pa še cela rešta ljudi, ki na tako drugačen način živi, bodi si posredno ali neposredno od muzike. To kaže, da je to posel, vsenkrat, to ni trije fantje, ki špilajo v plačo za vaje, vsak, ko ti špilo, nekdo bo tam plačan, plačan ne samo vsega, mnogi drugi, ki šli po terenu. Kaže, da je to organizirana industrija. In kako ta denar pride do teh ljudi, do teh delovnih mest in seveda tudi do vseh nas. Na koncu verige je vedno nekdo, ki to plača, in to je publika. Zato je pomen tega, kar je Robi rekel, Bog pomagi, on muzičar, ki pride k meni še en od mito, špilam glasbo samo zase, vem ti, zakaj se bo potem pogovarjaš z mano? Torej, običajno ljudje, ko pridejo k meni, pridejo s to lepo romantično zgodbo, v resnici pa je to samo pretveza za to, da bi prišli lažje do kanalov, ki bo na koncu pripeljal do publike, ki bo pač dala pozornost, čas, energijo in denar. Kako pride denar do avtorjev? Dva načina, eden je neposredno, drugi preko kolektivnih organizacij, podobno do ljudi, ki glasbo izvajajo. Nekaj denarja lahko pokasiraš direktno, nekaj denarja, Bog pomagi, ne moreš sam, boš moral preko kolektiv. To je podoba organiziranih trgov in luksus, da si vse te ljudi lahko prvoščijo, torej v Sloveniji takega, ki bi najel ljudi, da bojo vse to počeli, takega žali Bog ni. V Sloveniji je to naša realnost. Do it yourself. Torej, bomo sami svoji fotografi, varnostniki, plakate bomo limali, menadžirali, bukirali in podobno, pa vmes še disfunkcionalno familijo držali na kupu, da se ne pokolje. To pač naša realnost, vendar
v tej realnosti, to zdaj pridemo počasi spet do Tinčka, ne. Vmes med publiko, pa vmes med muzičarji, bom zdaj povratno zgodbo uporabil, mi nekaj naredimo in bolj želimo spraviti do ljudi. Klubi te ne marajo, to je eden od posrednikov, torej live svirke. Fizični nosilci so adijo, downloadi v Sloveniji ne štejo, streaming se ne monetizira, radio ne vrti slovenske glasbe, Bog pomagi, moramo imeti kvote, da nas reveže zaščitijo. Televizija itak, ko je glasbena točka, ljudje grejo do hladilnika, tiskani mediji tega itak nobeden ne bere, YouTube je proti nam, oglaševalska industrija itak sem izkoriščajo, te billboardi pa v poplavi raznih oglasnih sporočil pa itak plakat za naš koncert itak ne bo nobeden videl. Publika, ustvarjalci. Kako od ustvarjalcev priti do publike, nekateri, prej smo se pogovarjali s tvojim kolegom iz katere vrste te že tam, ne. Torej, danes pride muzika od ustvarjalca direktno do poslušalca, ni res, pride preko posrednika, s tem, da se mu danes, včasih smo rekli, rabiš založbo za to, da te spravi nekam, danes ne rabiš založbe, rabiš pa druge posrednike, torej Spotify, Deezerje, YouTube in podobne. Starodavnimi posredniki 20. stoletja si se vsaj lahko pogajal, lahko si jih napil, odnesel par klobas in ga nahecel, da ti je nekaj pomagal. Z novodobnimi ni pogajanj, moraš imeti šuško, kupiti si moraš plac in še enkrat, majhen trg, malo denarja, vedno boš konkuriral z nekom, ki ima več šuške od tebe. Ampak, kljub temu, kar je realnost 21. stoletja, slovenski glasbenik še en mit spodbuja in to je, da je ključen player, ki lahko pomaga njegovi karieri in hkrati ključen krivec, da temu ni tako, je radio. To vse ankete kažejo, torej slovenski muzičar bo rekel, kome bo enkrat Klančar, Karli, Leo Oblak, Čop, Tinček in podobni, ko me bodo te vzljubili in uvrstili v glasbene programe, takrat bom zmagal big time. Ali to drži ali ne, bomo majhen eksperiment naredili. Top 50 slovenskega radija, torej kumulativno celoten slovenski radijski prostor, nekaj malega statistike, veliko tujih komadov je 1, 2, 3, 4, 5 slovenskih, torej najbolj predvajan slovenski, pazi bogati, Alja, komad Srce za srce, to mi bo zdaj kolega Fras odpel refren tega komada. Ne upam. Kolega Tomažič, gotovo. Bo malo olajšen. Torej, tisti, ki poznamo ta komad, naj dvignemo roke. Da znamo, vemo, zakaj gre v tem komadu. Če bi ti zapel? Evo, imamo šampiona, zakaj gre? Back vokale to. Dej nam povej, zakaj gre tukaj besedilo, to je super. Refren, to me najbolj. TV dobi, jaz sem ti. TV dobi, jaz sem ti. To je te pomalo. Ja, dalje pa še no, a vem, ker beki niso to. Dalje pa ne, a vem, ker beki niso to. Aha, ok, dobro. Pol Zorjan Nika, to je tudi, on gled, to ti poznaš, ne? Tako, to je Štiri nožnice. Tako, v kombinaciji s Talušnjem in drugim, komad, ki poje o To me Luni. nič ne preseneča v neki. Kako? Mene to nič ne preseneča, to mislim, da so še v bistvu. Ja, seveda ne. Premalo se zgodi. Evo, Še Gelipter. kjer je Gelipter? Cela Zorjan familija, to mora biti. A res? Ma, to so muziči. Pa to so nedeokradni muzičari. Pa Boga ti, Ata pravi, da se poznava. Zato sem moral zavrteti film. Oni so špilali cel svet. Ampak tole, ta pozicija na radiju nas Trije kaj brandi so preseneča. s Prekmurja, Avantura, Magneti? Avantura je Tanja Žagar, Magneti so bili, pamti veka, kaj so bili, od nedeokraden do Tako? PM, pa vse kasneje do pri nas Helena Bogdan, pol let. Pa še prej, pa ti, Legija, ne, z braća Zorjan. Legija so bili, aha. Ja, Okay. oni so tudi nekaj, te zvezde, jugozvezde, to je ta fenomen, ampak tu se da kaj zaslužiti, ne. Ampak komad Luna poznamo tukaj vsi?
Ne, to je spokoj. Roke v luft, oni, ki niste peli back vokalov. Vse se ne bomo norci delali, sem zanimam, res statistiko moram malo narediti. Nika Zorjan in ta lepi mladenič. Kdo pozna Komad? Mora poznati. Ti si izključil. Ja, okej. Jaz ne bom več govoril. Alja, halo, tudi seveda poznamo, Jazbec, Klara, Milijon in ena in pa Lamaj, spet te slišim. Kaj pa Bikul? Bikul sem spregledal, pazi Boga, te NX mi manjka, tega pa vse poznamo, Hardtop, tega še jaz poznam. Poglejmo 2017, leto nazaj, malo več slovenskih komadov, Bikul, Hardtop, Gold preomenjeni, nekateri se ponavljajo, jasno so očitno to hiti, ki se bodo prenesli iz generacije v generacijo. Poglejmo tiste, ki jih ni bilo na prejšnjem. Manca Špik, Izak Palma, komad Oba. Dvignu roka od zadaj, poznam? Ja. Refren gre, kako? Kitica. Melodija. Besedilo. Radiaciji, radijski izpostavljeni, pazi bogati, spet Legija, ok. Pušlar Nina poznamo iz reklame. Špic manjka. In pa spet, tega od Bikul poznamo, tega od Bikul Muza tudi poznamo, ne? Ja. Roke gor. Mi dva, ne? Tako. Idemo dalje. Ja, lahko zdaj sem vprašal, odkot si podatke dobil? Zanimivo, vzel sem oba vira, ki sta uradno razpoložljiva. Tole je Sazas vir, tole bom pa zdaj uporabil vir od neprijatelja, torej od IPF-a, ki pa reče, ok, 200, torej kronološko, to se lahko pogleda podatke, statistika, vsa dosegljiva na netu in tukaj je top 100. Tukaj je seveda v prvih top 50 približno enak delež slovenskih, se pa malo bolj zgosti v drugi polovici. Lahko že kaj mes rečemo? Ne še. Zdaj je izpeljal tezo takoj. Komad spet Tinkara Kovač, tega vsi poznamo, zmagala na Eurosongu, bila na nacionalnem radio televiziji, šla je zastopati državo, navijali smo za njo. Komad je naredil rej, komad je šel po komercialnih radijih, očitno proizvedel veliko količino rotacij, torej komad, ki se mu nismo mogli izogniti. In komad gre kako? In veš, vidim te. Kjer komad se? Komad spet Tinkara Kovač. Spet? Zdaj, če bi malo pomislila... Sliši nek ženski glas tukaj? Sigurno na YouTube. Ok? Od prejšnja. Ja, Dan D, ja. No, mogoče bi izpostavil eno zadevo, ne? Ne še. Čakaj, več. Tiho, bodo videti. Zdaj smo samo moteče, da vem. Lahko grem na čip? Ne. Torej, ko boste pogledali tole vse tukaj, videli boste bolj ali manj ta kontekst, o katerem se pogovarjamo v zadnjih 10 minut. Bolj zanimivo je, česa se tukaj ne vidi. Torej, niti ene narodno-zabavne skladbe. To je kumulativno kompleten slovenski radijski prostor. Niti enega narodno-zabavnega komada. Embargo na predvajanje hrvaške glasbe, ker nas Hrvati tako blazno ogrožajo. Obstajajo glasbeni uredniki bivši, ki so zahtevali prepoved predvajanja hrvaške glasbe. Niti enega Džibonija, Oliverja, Parnega Valjka ni v top 100 slovenskih radijskih programih. Balkan, Ceca, Sandra, Afrika in tako dalje. Prosim, mikroskop zante, lupo, kakorkoli iščite, nima, ne obstaja. Kire radije to vključujem? To so vsi radiji Recimo, danes sem bil Parni Valjak, lih po radiju. To je kumulativno seštevanje kompletnega radijskega prostora. Pa vsi radiji prijavljajo dejansko noter, ali ne? Ja. Mislim, v Mariboru je radio, ki lahko na dve roki preštejem, ki vrtijo samo hrvaško pa narodno zabavno. Samo, tu pa moram. Mi je zložal, tu pa sem zdaj se izvan. Radijske postaje so dolžne pošiljati svoj glasbeni program Sazasu in IPF-u. Problem nastane potem, kaj se potem zgodi, ker jaz zatem, ko sem poslal seznam skladb, ki smo jih predvajali, je moje delo končano. Jaz ne samo končano, žal mi je, tudi dosti krat smo z Nikolo in Stavo nismo toliko krat govorila, me kdo pokliče pa reče, kaj bi mi ti, prosim, poslal podatek, koliko krat ste vi nas zavrteli, ker meni na Sazasu pravijo, da nič.
In tu nastane problem, da mi nimamo, in tudi glasbeniki imajo zelo redki pogled v to, kaj se potem na Sazosu dogaja. Tako da je ta lestvica lahko nastala po kakem... Ja, na sestanku pri njih, ne? Ne? Tam se zmenijo, kdo bo kaj dobil. Tako da, prosim, mi pošiljamo vse točno tako, kot je odvrteno. Zdaj pa kaj oni delajo, pa tudi mi nimamo vpogleda v to. Morate razumeti, dosti se, tudi glasbenikov se na mene obrača ravno to, s tem, kolikokrat ste nas zavrteli. Jaz pošljem, pa rečejo, če bi pa na Sazosu pravijo, da ste nas 3-krat, jaz pa pošljem, da smo jih, ne vem, 20-krat. Sem rekel, jaz tu nimam nobenega vzvoda, ničesar ne morem narediti, žal. Pa neki naštima, ne? Res? Eden od komadov, ki ga ni na teh lestvicah, oziroma bom zanesljivo povedal, mislim, da se je v naslednjem letu pojavil na 73. mestu, je skladba, ki jo vsi poznamo tukaj v tem prostoru. Končno, no. Ena izmed dveh v celi karieri, odkar se to sploh delajo. Kako če bo to pojasniti? No, se tu sem te čakal. Skratka, jaz menim, da radijska prezenca slovenskih glasbenikov nima veliko dejanske veze s trgom, na katerem pa služimo denar, ker se že pogovarjamo o glasbenem poslu. Ker če bi temu bilo tako, potem nas ne bi bilo tako rekoč nekaj, govorimo o skupini Mi dva. Predvajanje naših skladb je podcenjeno v smislu kvantitete in frekvence. Tako sem že rekel, to je drugi komad poleg samo tebe, ki se med prvih 100 sploh pojavil v zadnjih 10 letih ali kako dolgo sploh te lestvice delal in that's all, that's it, nema više, ne. Mi imamo pa vseeno 30 špilov na leto, relativno dobro plačeni, da se ne bomo zdaj maskirali tu in igramo na vseh večjih eventih po Sloveniji. Torej, kdo mi zna zdaj razložiti povezavo med radijem in izvajalcem, tistim, ki na trgu slovenskem majhnem poskuša zaslužiti tistih 20 000 evrov, ki jih je Nikola. Čisto enostavno, radio že zdavne več ni referenca za to, kaj je popularno, ampak je internet, pa še kakšni drugi kanali, tako da zaključimo. Za slovenskega glasbenika to ni tako samoumevno in zato slovenskega želim... glasbenika to ni tako samoumevno, isto kot imamo probleme za priti v prostore, zato ker tisti, ker vladajo, biznis ne delajo tisto, ker se da zaslužiti. Če se da zaslužiti, bi ti tudi s tvojo muziko, ne, bi oni verjetno klube furali. Saj so jih včasih. Ampak čista jeba je bila večkrat na radiju kot tisti tam, kot celo koma naslov zlaži se ni. Ne. Ja, tisto, kaj radio si poslušal, radio je čez 50, veš. Bom mit podprl, ne. Namreč mi poslušamo pač neke radijske programe, če jih sploh še poslušamo. Takrat, ko jih poslušamo pač po nekih preferencah in naletimo na čisto jebo, bom zdaj ilustriral primer, ko je znani slovenski glasbenik prišel do mene in rekel, lahko je Mi dva, ki imajo Karlija itak podkupljenega, ki non-stop čisto jebo vrti. In potem jaz pokličem Karlija in ga izzovem v pričo takega foruma kot danes in rečem, kolikokrat v tistem letu se zavrti najbolj predvajana skladba v tvojem programu, tudi če je popevka tedna. In pravi, ni je skladbe v tistem letu, zdaj je malo drugačna situacija spet, ni je skladbe, ki bi se zavrtela več kot 30-krat. Če je popevka tedna, dodaš še 20 predvajanj, torej 50 rotacij na valu 202. V tem letu podpišem, da je komad, ki je bil najbolj predvajan, 6000 predvajanj. Torej 50 rotacij ne pomeni v tem primeru nič. Darja. Moram se vključiti, ker poznam nekaj vzadnjih tudi komercialnih radijskih postaj, zdaj pa sem se v kakem delu sodelovala zraven, pa je malo razvija tudi dobil zarote. Mislim, del tega zagotovo je to, kar je rekel Timčas, torej, da ne vemo, kaj se dogaja tam. Ampak če vi zdaj upoštevate, da je v Sloveniji več kot 50 radijskih postaj in da Radio 1 ni ena postaja, ampak je to množica, ne vem, koliko jih je zdaj vključenih v to, se pravi 20-30 radijskih postaj, ki nastopajo kot skupnim imenom in da vsaka od teh postaj pošilja tja svoj seznam napram enemu radionet ali enemu radio aktual, je ta številka potem jo pomnožite z 20-30. In ker so to radijske postaje, ki predvajajo svoje rotacije izjemno ozke, na kratko povedano, ne vem, enka ima, zmišljujem si zdaj, pojma nimam do mogočega Timček ali pa kdorkoli drug, ne vem, rotacijo 30 komadov, govorim na pamet, ne vem, ene imajo ožje, ene imajo širšo rotacijo, ne. Radio SI mislim, da ima 15 000, no naj Max pove.
Torej razlika je blazna, Val 202 ima tudi blazno razliko. In zato je število predvajanj enega slovenskega hita na Valu 202 na radiju SI, na ne vem tem, je izjemno majhno v primerjavi z tem, kar se zgodi na radiju 1, kjer je povsod rotacija torej enaka in se bo en komad, od katerih so najbolj pogosti stvari, ki grejo v uho in ne motijo. To je princip radija 1. Torej delati glasbo, ki gre v uho in ne moti. Ne? Torej nič, karkoli je ekstrem, tam ne bo prišlo na vrsto in zato čista je, pa tam ne bo prišlo na vrsto, ne bo ne vem, česarkoli, kar bo kakršnokoli ekstrem v hrvaško, v elektroniko, v hip-hop, v nič, ker gre samo za nemotečo glasbo. Se bo tam predvajala ena Alja, ki je nihče od nas ne pozna, ker tega pa slučajno ne posluša, ker nismo reprezentativna publika, da zavrtela, ne vem, 3000 krat, 4000 krat. Jaz poslušam radio SI, recimo, kjer se Alja vrti. Pa ne pogosto. Torej, v bistvu Infonet je wellness radio na nek način. Ja, ampak hočem povedati to, da ta stvar se da razložiti, torej ni taka teorija zarote v tem smislu. Kdo pa govori o teoriji zarote? Ne, lahko bi nastalo recimo tukaj, mislim, občutenje, da je v ozadju še ne vem kaj, ne vem, sicer za Sasa se vsi sprašujemo, kaj se dogaja, ampak hočem povedati to, da je v tej logiki teh rotacij na radijskih postajah to razložljivo. Meni je to popolnoma sprejemljivo, jaz tega ne problematiziram pa držo slovenskega glasbenika, ki reče, če bom na radio, bo to zgodba o uspehu na drugih področjih. In tu se lahko samo priključim in strinjam. Tako, in korelacije med tem ni in tudi obratno, ko pogledamo tiste, ki jih na radiju ni in imajo svoje življenje na terenu, torej neka tipična elektronika ali hip-hop, torej ali imajo neko svoje življenje na terenu, Boga mi imajo, da ne govorimo o narodno-zabavni sceni, kljub temu, da gre skozi nišne, včasih temu nišne radije, ki še zdaleč niso več to, torej prisotnost in vplivnost radija, ki se priključujem kolegu Šavlo, je pod velikim vprašanjem, ampak ključno zame ni to, ali je radio, ali je online. To je naša odločitev, kam se bomo usmerili. Ključno je pa, da streljamo po napačnem in napačnega držimo, da je odgovoren za naš neuspeh. Tu bi rad, da se neha zapravljati čas, energija, pozornost in denar. Izvolite. Jaz bi samo dodal to, mogoče še malo navezal, kaj je Darja rekla, probajte razumeti, da se štejejo samo da se štejejo glasovi. To pomeni, da enostavno nimamo mi nekega merila kvalitete v Sloveniji, o kateri tako radi govorimo, in to pomeni, da če se ena skladba zavrti na eni zelo mali radijski postaji, naj mi zdaj oprosti ta radijska postaja nepomembni, ali pa na Valu 202 je to eno predvajanje. To ne boste rekli, da je to isto. Če eno skladbo zavrtimo na, ne vem, na Valu 202 ali pa na nekem radiju, ki ima 5 poslušalcev, je za Saza 100 popolnoma isti podatek. To pomeni, ima takoj tisto kljukico, en play in to je to. In iz tega nastane potem ta statistika. Ko rečemo mali radio, sem to vdrži, smo to bil recimo radio Ormož. Evo, recimo radio Ormož ali vrti kaj hrvaške glasbe. Po moji oceni, bi rekel, ugibam, da vrti, moj point, če je en glas itd. Samo potrjuje to tezo. V bistvu bi se moral kak Džiboni znajde, pa Toni Cetinski znajde, Severina, pa se ne. Torej, hočeš, to se v množici podatkov se neke stvari uravnovešajo. Torej, Hrvati nas ne ogrožajo, to želim, da ne nasedate forum, da so radijski uredniki itak vsi podkupljeni, pa vrtijo sem Hrvate, uradna statistika tega ne. Samo še nekaj, hitro bom. Kar se tiče teh lestvic, samo vam povem, v prejšnjih letih se je dogajalo, da so predvsem tuje skladbe, so bile po večkrat na lestvici, zato ker jih pač niso statistično prav upoštevali. Zato ker mi pač prijavimo tako kot je originalni naslov in če zadaj piše, mogoče v oklepaju še radio mix ali pa ne vem kakšen edit, se je že dogajalo, da je bila ista skladba na lestvici po 3-krat, zaradi tega, ker je niso znali prav uvrstiti. Zato, ker enkrat je bila na prvem mestu, enkrat je bila na 12, enkrat pa na 87. Je pa šlo za isto skladbo. Imeli tako uspešnico, ki bi rekli s simfoničnim orkestrom, akustična, bi se enako pojavila 3-krat. Ampak tisto bi bilo dejansko, bi šlo za 3 različne skladbe. Vsaj izvedba bi bila različna, tu pa govorimo o isti, identični skladbi, ki je pač samo 3-krat drugače napisana v statistiki. Okay, druga stvar, ki se jim je zgodila pa lani, jaz sem bil prav presenečen, je bila ta, da jim je ušlo na te vse lestvice en posnetek prvega programa nacionalnega radija.
In je bil na top 50, je bil na 23. mestu 3 tedne, en posnetek, 2 minuti in nekaj dolg. Še zdaj ne vejo, kaj to je bilo, kako je to prišlo na glasbeno lestvico, sploh ni šlo za glasbo, ampak je bil govorni prispevek. Jaz sem spraševal tudi urednika na prvem programu, noben ni vedel, SAZAS ni vedel, IPF ni vedel, noben ni vedel sploh, kaj to je. Sem rekel, no fajn, da imamo to na lestvici. Ker jaz bi pa 22. mesto rad čul, pa ga nikjer ne morem čuti, ker niti ne vem, kaj to je. Je pa bilo evidentno, da gre za govorni prispevek. No, kar se reče, če smem samo sekundo, kar se tiče evidentiranja, smo že tudi mi navasali, govorim spet o skupini 20. skozi Svajo, ker to pač poznam, da smo imeli že tudi skladbo pod 2 ali 3 nazivi prijavljene na IPF pa SAZAS, in to pa zaradi tega, ker smo najprej izdali kot single, in ne prišla s takim pa takim imenom, vse ok, ne? Potem smo mi to dali na CD in je bilo treba ISRC kode, pa je bilo treba pol založnika, pa je bilo spet malo drugač, pa smo še pa imeli mogoče remix ali pa priredbo, in pa še bila tretja verzija, kot navedena pa sploh ni bila, ampak je bil dejansko isti posnetek 3-krat noter, ne? Tako da iz vlastnih izkušenj lahko povem, da to se dogaja in to ni redko. Šavel. Če se pogovarjamo o poslu, ne, to je FIS lestvica, ne, svetovnem pokalu, ko ne govorim, ne. To je najpomembno, hočem povedati, ker ni govor, Tinkar Kovač nima 30 špilov, ne, pa noben te, vi pa jih imate, noben me vpraša od organizatorov, na katerem mestu si pa IPF-ove lestvice. In to želim... Ne, se toga brez veze, to preskoči, to sliko, ne, samo te konspiracije, to pa fajn razbili, ne moram preskočiti. Dejansko čekaj obstaja, ker vam moram povedati, ker sem bil v slovensko-hrvaškem dan, takrat, ko sem rekel, grem v službo, ki mi omogoča oboje, ne, ko sem bil na radiju. Kasneje pa sem zdaj v balkanskem bandu, pa mi omogoča samo življenje od glasbe in diametralno nasprotno sliko, ne, od tega, kako konspiracije krožijo, ne, ko mislim, jaz sem si friend z ljudmi na Valu 202, pa imamo single zunaj, ima 500 milijonov gledal. Tako me vse srce boli, pa mi reče, ja, samo, pa je v angliščini. Pa to je človek, ki si ga prej omenil, pa ga malikuješ, pa še vedno ga, ker je dober voditelj na radiju, ne, samo. Te ne vrtijo? Ne, zato ker... Ne bo predstavitelj Kazanž bila Mio, celo popevka tedna, ne, Mio Dišić, pa tako. Bi se itak, ne, pač. Rad bi tukaj sem spostavil to. Slovenski glasbenik radio najbolj pogosto določa kot odgovorni člen med njim in publiko. Pokazali smo zdaj iz več zornih kotov, da če se bomo zgovarjali na radio, mogoče streljamo na napačno tarčo. Sploh pa v 21. stoletju dotaknili smo se ene teme, ki je tukaj. Bog pomagi v online svetu, ki ni več toliko fizičen, ki sloni veliko na pravicah, na digitalnem, na drugih kanalih komunikacije, administracija, birokracija, papirologija. Tisti, ki ne bo imel pošlihtane papirologije, tisti, ki bo, Bog pomagi tako kot midva, štorasto porjavilo komade, malo sem tja, pretok denarja od točke A do točke B bo samo še težji. Podobno kot v ameriških policijskih nadaljevankah, tisti, ki ne bo imel pošlihtane papirologije, ne bo mu nič koristilo, če bo zločinca zalotil z nožem in krvavimi rokami, Bog pomagi, če bo papirologija narobe izpolnjena oziroma Miranda ne odrecitirana, bo kriminalec odkorakal iz zapora z nasmeškom. Torej, polagam na dušo. Delčki 21. stoletja, torej nacionalni trgi, res je malo komično, torej tukaj sem prej rekel, Avstrija, Italija, Hrvaška so za nas še vedno tujina. Zame je to res malo problematično, sploh imamo tukaj primere ljudi, ki prečkajo meje, nekatere brez težav, nekatere s težavami, pa prej bi rekel, da so težave kje na naših mejah. Torej, še 10 let nazaj bi jaz slovenskemu muzičarju, ki ima aspiracije malo po tujini, bi rekel, daj ti malo doma podeli domače naloge, naboš kilometrino, neke stike, naučil se boš posla, generiral boš nekaj denarja in pa boš s kovčkom denarja šel v tujino se tepst z tujci. Danes, borih 10 let pozneje svetujem, kdor ima ambicije svojo glasbo, za katero tukaj ne najdeta pravega doma, kdor ima ambicije to glasbo spravi do življenja,
pa tukaj ne bo šlo, pakuj kofore odmah. Nafukiš ungata tretjega, bežte. Zato recimo, če so vsi komali v slovenski? Poglej Islance, pojejo v islanščini, pa hodijo okoli po svetu, poglej te Bosance, ki pojejo v nekem čudnem jeziku. Pomagaj. Ni več tako, ko je bilo včasih. Absolutno, ni pomembno. Poglejmo Despacito, vemo v Sloveniji, čemu to... svoj jezik, edini slovenski band, ki ga lahko to kjerkoli prodajaš dan danes, še zmeraj je kaj fiks na YouTube, na žurki, so Milodojkovi, mi. Se ne bi mislil, kakšni live, ne moriš, ne. Umetki in podobni, tako. Torej, world is your oyster. Fizično, digitalno in pa seveda upoštevajo to vaši kolegi, ki je druge, Bog pomagi, postavljajo močne firme. Bom rekel, imamo torej enega člana tukaj tega debatnega krožka, ki deluje v bendu, ki generira kjerkoli med, bom rekel, 1 milijon in 2 milijona evrov na leto. Na slovenskem trgu te dimenzije niso možne, pika. Ga ni enega, ki bi generiral 500 milijona evrov na leto. Že čez mejo, na južno, na Hrvaškem, muzičar teoretično lahko generira 1 milijon evrov na leto. To so simple fakti v ekonomiji. Tisti v Sloveniji, ki potencialno lahko generirajo rang 500 milijona evrov na leto, bodite sigurni, da člani te skupine poučujejo harmoniko, pa še kakšne druge stvari počnejo, ki so povezane z njihovo skupino. Volumen posla na malem trgu je plafoniran s tem. In pa seveda tveganje, da se te na majhnem trgu hitro zasitijo, je seveda tudi realno. Vaši kolegi se oborožujejo in to je, spet bom uporabil malo statistike, band, ki ima 2 vaji na teden, pa 10 špilov na leto, če želi enakopravno se tepst na lentu, na istem odru z bandom, ki ima 5 vaj na teden in 70 špilov na leto, šanse, da boš to bitko pri publiki zmagal, težko, treba bo pač pojačati zone, ki se želijo profi igro igrati. In če govorimo o tujih trgih, pa o nacionalnem trgu, jaz mislim, da ne smejo več biti vprašanje izvoza, uvoza in podobnih stvari. Svet je mali, mislim, da gre pač za integracijo v neke globalne tokove, v katerih rad bi, da je vam jasno nekaj, kar mnogim mojim sogovornikom ni. Ko govorimo o izvozu, pogosto razumemo, neko mleko bomo izvozili tam ali pa kupili z Danske, podobno avtomobilska industrija in podobni neki. Podpirali smo tekstilno industrijo, kljub temu, da smo vedeli, da obstaja huda konkurenca na nekih oddaljenih trgih. Na drugi strani imamo pa neko umetnost, glasbo in podobne zadeve, ki imajo bistvene prednosti pred temi tradicionalnimi industrijami 20. in 19. in drugih stoletij. Prvo, vložek in tveganje. Vložek za ukvarjanje z muziko v štartu za vsakega od nas je majhen. Ta vložek se sicer z leti povečuje. Koliko košta delovanje Mi2 na leto? 25% vseh prihodkov. Koliko pa Dan D? Dan D v nekem letu, to sem ravno prej imel s Petrom debato v avtu, v letu 2009 sem vodil računico, pri 65.000 evrih sem se ustavil kot strošek, ki je bil namenjen kot nekaj, kar bi pokrivalo delovanje naslednja 3 leta. Pri 65.000 evrov. V nekih letih se to, torej v procentih, mi opredeljujemo približno isto, 20 do 25%, vsega, kar služimo, bo morali skozi, ampak ko gre za investicije, te so povezane z določenim tveganjem. Vendar, tisti, ki se začne z muziko ukvarjati, vložek je majhen. Ne rabite kupiti proizvodne hale, ne rabite kupiti mašin, ne rabite dati delati custom orodij, ne rabite zaposliti 16 delavcev, ki bojo tam neki štancali v primerjavi s temi industrijami tukaj. Vi ste v športno vitki disciplini, kjer je pogosto zadosti nakup nekega bodisi glasbila, neke naprave za snemanje, torej nekaj, kar se v tradicionalnih industrijah smatra kot pinac, drobiški, ki je tukaj. Takih industrij ni veliko.
in tudi tveganje. Mi grede, vsi to počnemo iz neke ljubezni do muzike, valjda, tudi če ne zaslužimo nič denarja, ne sem to, tudi če moramo plačati za to, da bomo špilali, bomo to počeli. Marsikdo v tradicionalnih industrijah izbacite. Bom nadaljeval. Zdaj smo malo. Imam vse. To udaril sem, da pa se uprva. Upam, da se postavil. Zdaj te pa še vsi na pasto gledali. Evo si vidim. Zdaj na revija. Vse se nazaj postavlja. Ena od drugih stvari. Pokaži, kaj te govorite. Zdaj si že dal. Tole je moj delovnik, današnji karkoli gor lahko pogledamo, nimam kje skrivati, kaj imamo. Aha, pogajanja s tiskarjem. Torej, mingrede, moj delovnik se ni začel ob poldnevu, moj delovnik se začne običajno okrog 6:30. To je ena od stvari še mit v slovenskem glasbeniku, ki itak nažgan od včerajšnjega dneva ob 12. vstane, pa je mogoče po noči še nekaj ustvaril. Za nekatere kreativce velja, za večino, to je res težko, razen če so v naturi, to je drugo vprašanje. Torej, moj dan, lahko vam povem, tiskar, najbolj zoprna stvar, dvignil mi je ceno za 30%, ker je pozabil nekaj par obračunov, vse vam lahko pokažem še, Ok, pa to, in pol mi dal v takem formatu, da ne morem primerjati A z B, in pol mi še nekaj drugega in tole bomo takoj ugasnili, ker je velika vsota denarja. Oglaševalska kampanja za veliko slovensko trgovsko firmo in glasbena skupina, ki je odstopila pravico. Ne bom sploh kazal tega. Vmes sem se dobil z Ireno, ki mi je pokazala zanimiv case avtorskih pravic na temo okolje varstvene problematike, kjer denarja ni nič. Treba je pa problem rešiti in urediti in to bom z veseljem naredil pro bono. Če kdo, ki bi se rad tukaj malo udeleževal takih zabavnih pro bono stvari, z veseljem vzamem pomoč. Pa z Juretom Gorobičem sem se srečal, kaj je rabil stojalo za kitaro, pa še verjetno bi se kaj spomnil danes. Ampak, investicije, tveganje. Z ljubeznijo gremo v muziko, kupimo si svoj prvi set bobnov, nahecamo starše, kupimo si drugi set bobnov in unečinele, ki vemo, da pokajo. Torej, v mnogih drugih industrijah sočak ne bomo valjda pričakovali, da bo delavc v fabriki šel s tako ljubeznijo v takšno tveganje. Vendar, potencial, koliko love lahko pride nazaj od nekega dolgolasega umetnika, ta podatek ni resničen, moramo upozoriti, ampak rad ga izpostavim, ker nakazuje na to, kako drugod znajo razmišljati o tem. Pravijo, ali je Ed Sheeran res plačal več davkov kot Amazon in Starbucks v Angliji. Torej, tudi če je podatek resničen, vsi vemo, davke lahko plačaš tudi na nekih otokih, ki ne poznamo imena, ampak da se nekje ukvarjajo s tem, koliko muzičar davkov plača, se v Sloveniji s tem res ne ukvarjamo. Že na Hrvaškem se, ker se rad vsak uspešen hrvaški glasbenik postavi z eno nogo na en Ferrari svoj, pa z drugo nogo na drugi Ferrari svoj in pol je začuden, ko mu druga davkarija potrka na vrata. V Sloveniji torej, je bistveno večja zavest o tem, kdo vse ti lahko na vrata potrka. Torej, hvaliti se ne bomo s prihodki, vendar... No, pa malo Ferrarijo, mogoče. To je mogoče tudi en od problemov. Imamo tudi znane slovenske glasbenike, ki zelo dobro služijo in se še vedno vozijo z avtom zelo nizkega, srednjega, cenovnega razreda, ker res ni fino, če jim gre davkarija pogledati. Imaš pa drugo opcijo, da uspešni slovenski glasbeniki smo starejši gospodje, ki se več Ferrari ne moramo vsesti. Kaj še le vem pri... A ti bi še lahko, ne?
Naslednja stvar pri muziki, za razliko od nekih drugih industrij, ki jih naša država blazno ceni, ne, hitrost, s katero lahko glasbo spraviš od točke A do B in s katero lahko tudi denar zakroži naokoli. Mobilnost, seveda, muzika zahteva ali pa ne, tudi fizično prisotnost, spet spraviti nek band na turnejo, to ni mačji kašelj, ni enostavno, ampak verjemite, da tudi ni tako komplicirano, kakor v nekaterih drugih poslih. Podobno vsa ta logistika, ki se nam dostakrat zdi že na odru, tudi v Mariboru, ko pogledamo sumno, razmetano, zamršeno kablovino in vse, kar je potrebno za realizacijo koncertov, varnostnikov, reševalnih služb, dovoljen vseh, ki jih moraš dobiti, še vedno v primerjavi z nekimi zahtevami že v drugih državah za isti posel ali pa v drugih državah za druge posle, rečemo ameriški predpisi. Skratka, pri nas je to zelo enostavno in pa kumulativni učinek na kompletno, rečemo temu, nacionalno ekonomijo. To je nekaj, kar bi jaz rad v letu 2019, vključno s tem. Rad bi dokazal, da muzika naredi 1% BDP-ja, rad bi dokazal, da Slovenija pa Hrvaška nista glih tako tuji državi in da nacionalni trgi niso več tako pomembni. Rad bi, da muzkontarji dobimo malo več optimizma, da ozavestimo tole in da ugotovimo, da denar ni tabu tema. Mislim, da je nujno, da se o denarju pogovarjamo, ker najbolj ni večje sreče, kot če človek lahko živi od tistega, kar rad počne, po možnosti tudi dobro počne. Predajam še kakšne zaključne komentarje tukaj na to stran. Izvoli. Ne vem, ostal si malo pri radiju, ne? Zanima me, ja, bom rekel tako, nacionalni radio, če se že o tem pogovarjamo, rad pokaže s prstom na komercialni radio in pogosto slišim, veš, komercialni je sformatiran. Okay. Moje vprašanje, ali je nacionalni radio mogoče tudi sformatiran? Je. Okay. Kakšna je razlika v formatih? Velika. Mogoče najbolj o tem je mogoče malo Darja že prej povedala v širini. Ne, razumem, ampak kakšen je smisel te širine? Širine je smisel, da vseeno pogledaš tudi kvalitativno neke stvari, ki se dogajajo na glasbeni sceni in jih prevzameš. Mogoče tiste, ki je govorila pred tem, da jih zmotijo stvari, da komercialne radijske postaje radi delajo po tem principu, vse, kar zmoti, je problematično. Mi se poslužujemo tudi tisti, ki zmotijo, če le dobro zmotijo. Ali je radio SI nacionalni radio? To je pa mogoče vprašanje, ki bi ga jaz tebi postavil. Mi ga, ne vem kako je pri vas, torej mi muzkontarji smatramo radio SI kot podaljšek radia Maribor. Od nekdaj smo ga smatrali kot takega in če to drži, rečemo tako, ali so se na radiju SI pred meseci zgodile nekatere spremembe? So se zgodile. Ali so te spremembe v duhu podpiranja raznolikosti, moteče glasbe? To pa ti zdaj si me izval, sicer dobro si me izval, ampak glede na to, da jaz več ne delam za njih. Sej, zato lahko svobodno. Zato hočeš ta odgovor od mene, ne? Nekaj vem, da tukaj lahko še koga drugega poprašam. Meni je žal, da v bistvu se... Maxa imaš zadnje, vprašaj ga. Max. Meni je žal, da se v bistvu Radio SI ni še bolj z glasbo ukvarja, ne? Govorimo predvsem o nekih glasbenih oddajah, intervjujih, pogovorih, kakorkoli, ne? O nekih predstavitvah. Se ne moram reči, da nič ne delajo na tem področju, ne? Ampak vseeno jaz mislim, da so si tudi predvsem slovenski izvajalci, tudi nekateri zaslužijo vseeno malo večjo podporo. Mogoče tudi pri nas na Radio Maribor, mogoče tudi na Valu 202, vsak ima o tem svoje mnenje. Ja. Moram pa povedati, da odkar pač, ker si prej se navezal na slovenske kvote, ki so pač famozno prišle, zadnji podatek, ki ga imam iz SAZAS-a je ta, da smo lani zavrteli, torej vse radijske postaje, da smo zavrteli manj slovenske glasbe kot leto poprej. Nehajte klepetati tam, ko se pomembne stvari pogovarjamo. Slovenska glasba in je... Ponovi še enkrat to za unega zadka nič. Slovenske glasbe smo radijske postaje lani zavrteli še celo manj kot pa leto poprej. Kljub uvedbi zakona, ki nam nalaga večje predvajanje slovenske glasbe. Je pa res tudi, da smo verjetno
ne vem, kaj je vzrok tega, no. Nekateri se enostavno prvič... Lahko sezoni pogovorimo, koga zanima. Lahko sezone pogovorimo, ampak en večjih problemov je ta, da je zakon še vedno tako nedorečen, da se ga enostavno vsi ne držijo in to tudi s pridom izkoriščajo. Po drugi strani pa moram reči, da smo se tudi z glasbeniki pogovarjali, da to ne bo prineslo boljše slovenske glasbe. Če samo primer povem, lani je bilo... Lani se je v Nemčiji zgodil en fenomen in v enem tednu poleti se je zgodilo, da je bila njihova glasbena lestvica, tako singlov kot albumov, kompletno sestavljena iz nemških izvajalcev. Prvih 10 mest. Druge svetovne vojne, ni bilo tako? Prvih 10 mest je bilo kompletno, so bili nemški izvajalci in to brez kvot in brez vsega. To pomeni, da nam kaže tudi, da slovenska glasba ni toliko v krizi, da bi morala ravno te kvote imeti, ki nam verjamete, da nam delajo, jaz si upam trditi, da delajo vseeno več škode kot koristi, no. Ker dobiš vseeno nek primoran si pač slovensko glasbo dati, če tudi recimo ne paše, ne ustreza, nimaš ustreznih kandidatov, ki bi jih lahko vrtel. A misliš, da jih res ni, okej? So, ampak morate tudi razumeti, nacionalka ker jaz pač prihajam iz nacionalke, mi moramo vrteti 40% slovenske glasbe. Ampak ti si rekel... To pomeni, samo malo, da v kontekst postavim, to pomeni, skoraj vsaka druga skladba bi mogla biti slovenska. Zdaj si pa predstavljate to, če en radijski program, recimo, če ga štartaš od 5 zjutraj, pa ga imaš do 10 zvečer, pa da probaš to narediti z izvajalci, ki se ne ponavljajo, torej da ne vrtiš celi dan Midva, pa dan D, pa Sidarto in tako dalje, ampak da bi rad to malo široko naredil. Še narediš, ni problem, en dan, 2 dni, 3 dni, 4 dni mogoče, pa je teden naokoli. Kaj pa potem? Smo spet na istem. Vse vmes pridejo, kakšni novi, hvala Bogu. Mladi izvajalci so tukaj, ne? Ja, izvoli. Jaz mislim, da se uredniki na nacionalnem gledalskem programu več ukvarjate z hit diski še vedno, to kar je že 25 let, neko, ni dobeno mnenja tega. Hit diski, Music Express, Billboard listvice, se pravi ameriška produkcija. To zdaj govoriš o tuji glasbi, seveda, ne? O tuji glasbi, ki smo videli, da je 70% tuje glasbe, ne? IPF, ne? Zakaj, ne? Nemci jih imajo, ne vem, kako si rekel? Tisto je bil en teden, ki je bil pač malo izstopal iz vsega, ne? Ja. Se pravi, tedensko prihajajo, ste bombardirani z tujimi glasbenimi lestvicami, billboardi, ne? Ne ostane časa za slovensko produkcijo. Ni res. Mi smo enostavno, časa je tudi dovolj, tudi mlade glasbene skupine, tudi danes vidim par članov, ki so bili, tudi vidva sta bila. In jaz mislim, da je vseeno, to bosta vidva bolj povedala, če je to res ali ne. Moja trditev je, da nacionalka še vedno ostaja skoraj zdaj že edini prostor, kjer lahko ena glasbena skupina predstavi svoj album. Bo kar držala. Na kateri radijski postaji v Sloveniji še skoraj... Govorimo o nacionalki, da bo meni in SI, in Maribor, in Valu, in Koper, da ne pozabimo. Tako. Vse naše medije, ker sem delal, ne vem, pač posebnega pomena, ne. Murski val, veš, pa 8 najbolj poslušamo postaja, 8 do 10. Med vsemi. Se pravi, ampak ni dosti. Tam, če je vlanih mi 2, pa dan D, pa zdaj, ko je pihano duško, sem sestavljal te glasbe naprej, meni bi se zmešal. S tem, ko sem pa ignoriral te generik, avtomobili generik. Ampak ravno povezam, zakaj pa vse ostalo pa ne, mislim, ravno to me zdaj zanima, zakaj pa vse ostalo ne, mislim, po kakvem ključu. Če si rekel, da če ne bi bilo nas, ki si nas par naštel, bi imel težave z delanjem programa muzike, mislim, če je problem. To je leta vrti vse. To je najbolj demokratični radio, mislim, demokratični tistem žlahtnici, z upravnem smislu, ne v tem slovnem, ki politični. In zato, veš, kaj je že, Marko Pliš, Gregorič. Ja. On rešuje scene, on dobre komade dela, to ti delaš, ti delaš. Se ni problemi, imaš Tomas Marč, en dober fenomen, z njima špilom, ki si dosti presnemo. Noben ne ve sploh, kako zgleda. Njega slišiš 4 dni, 6 krat, vsega ni na nobene lestvice, ampak to je slovenski izvajalec z angleškimi komadi, ki so totalno nemoteči,
pa ne vem koliko reklamah je prodal, pojmeš. Še vedno mislim, da je to problem glasbenih urednikov v tem, da pač hoče zadovoljiti okus svojega poslušalstva, ne da hoče na komercialnih radih prav morajo, imajo prav neke stvari določene, kako funkcionira. So tisto pomoteča glasbe. Ne bi tako posplošili, jaz vem, da imajo oni meritve poslušanosti, dajo komad gor, ga 10-krat zarolajo, če vidijo, da folk takrat šalta med postajami ali pa ne posluša ali pa ni neki odziv, to odleti, ne? Jaz bi, ko se počasi poslovljamo, v bistvu bi debato o radiju ugasno. Lahko si na radiju, to smo prej pokazali, besomučno, še vedno učinek na drugih področjih, torej a so to tereni, a so to online, te korelacije ne moramo jasno vzpostaviti in obratno. Lahko te na radiju ni, pa prideš pa razprodaš Tivoli, Stožice in podobno. Torej, zakaj na radiju tako je? Predlagam, da odpremo nov forum za one, ki imajo živce, pozornost za to, ker lahko se zapremo v krožek in 4 ure namenimo samo temu in pridemo tudi do odgovorov, nekatere od teh bomo slišali. Nikola radio ima pomembno vlogo v poslu, ki je samo en radio Slovenije ga upravlja, ne, Val 202, to ste mogoče na svoji koži, pa zdaj Zavor in Gašper, mislim. Če ne bi bilo Vala 202, samo bila tudi ne bi zgodila. Pa Andej bi že zdavno bil takojni dan. In gotovo pravim, boljši, da si na radio in marsikateri radio, ki si pomembno določeno posl, pomembno mozaik, vendar glasbenik, če bo s prstom kazal na radio in odgovornost za lastno osobo na radio prenašal, bojim se, da ta ne strela na pravo tarčo. Zato pa tudi še to moram reči. Pozitivno. Včeraj sem imel radijski foner, tako zvani intervju z Murskim valom prej omenjenim in res zadnjih par let ne pozabim reči na koncu. In kaj bi vi radi sporočili poslušalcem, ponavljam mantro. Hvala tebi, ki me kličeš in hvala tebi, ki ti pridem v studio in hvala tvojim radiju in poslušalcem, ker še podpirate to, kar smo zdaj se pogovarjali. Hvala tudi vam, ker ste prišli. Vidimo se na kofetu, aplavz za goste.